Dober dan vse skupaj. Tole mislim, da je že ne 82, 83 Zoom kavica. Naša gostja je Vita Mavrič, stražišar. Vita, dobrodošla med nas. Lepo te je videti, čeprav žal samo preko teh medijev, a ne. Zadnjič sem te videl v Cankarju domu na enem čudovitem koncertu, ki ste ga imela z Janijem Alba Kontra oziroma Kontra Alba. Moram priznati, da sem včeraj zvečer, ko sem se malo pripravljal na tale intervju, sem bolj malo bral o tebi, ampak sem bolj konec vam poslušal. Jaz sem že toliko let na sceni, da ni več kaj novega povedati. Ni treba nič brati, samo poslušati pa prideti kaj pogledati. Tako da računam na tvojo gostobesednost, kar verjetno ti ne bo problem. Ponavadi nimam gumba za izklop. To je večja težava, ja. Veš kaj, hotel sem te vprašati, kaj bi danes počela zjutraj, če te ne bi gnavili, recimo s tem kavico? Nič me ne gnjavite, ker imam doma bolno družino, tako da sem vstala že ob 6 in ker moram danes na Primorsko, sem že skuhala, ne vem, ogromen lonc goveje juhe, pa čaja, pa kosilo, pa oprala 10 pralnih strojev, ker živim popolnoma vsakdanje življenje navadnih smrtnikov in me to čaka, tako kot vse druge ženske, gospodinje ali pa družine. Tako da to sem počela danes, tako da zdaj sem si prav vdahnila, ker je že vse narejeno in sem si celo kavo skuhala. Sicer pa kaj bi danes počela, mislim, kot rečeno, grem na Primorsko. Nekaj se grem dogovarjati okoli enega gostovanja. Napisati moram cel kup enih tekstov, zato ker pripravljam neke scenarije, verjetno bi brala kakšne materiale. Na podoben način pravzaprav funkcioniram vsak dan. Najprej zjutraj vstanem z družino, pol imam navado prebrati časopise. Potem, če mi uspe zajtrkovati pa popiti kavo v miru, je to že presežek, pa se pa začne vsakdanji dan. Težko razložim, kako izgleda delo enega svobodnega umetnika, ne. Midva z možem imava skupaj eno mini podjetjece, ki se mu reče Teater, moj mož je scenograf, arhitekt in dela, ne vem, od scenografij do arhitekture, to je njegovo področje. Znotraj tega pa pokrivamo še umetniške dogodke, pa moje koncerte, pa ne vem, recimo že ne vem koliko let delamo, soustvarjamo podelitev nagrade Kresnik, to je nagrada, ki jo podeljuje za najboljši roman minulega leta časopis Dela. In recimo moj delež pri tem je ta kreativni del, scenarij Andrejev, delež je pa izvedbeni. In tako midva že sodelujeva 30 let. Najprej sva bila tako vsak zase, sem odprla moj kafe teater, Andrej je bil takrat direktor gledaliških ateljejev, to so ateljeji, kjer se izvedejo scenografije in kostumografije za dramo, opero in balet. In on kot arhitekt je bil nekako krovna oseba, ne, v tem ateljeju. Torej, če je prišel nekdo iz Nemčije, da bi rad delal operno scenografijo, prinese Andreju načrte in Andrej potem gre po delavnicah od enega do drugega do tretjega in vodi to izvedbo in gradnjo in pripravo, ne. Eno fantastično delo, kjer se naučil več, kot te naučijo na arhitekturi, namreč naučil se je v 12 letih vodenja ateljejev spoznavati srčiko samega dela. In to mu danes v vseh ozirih pride zelo prav. Ima znanje, ki ga ima redko kdo na tem področju. Andrej je tudi eden največjih strokovnjakov za gledališko tehnologijo, tako da zdaj v tujini eno dvorano gledališko opremlja in tako in midva se dopolnjujeva z najinim delom, ne. Tako da včasih moram kakšne scenarije spisati, včasih je pa samo prostor zame, ne. Takrat, ko pa sem v tistem kreativnem procesu, ko pa pripravljam nov večer, nov projekt, je pa pravzaprav to traja zelo dolgo, ne. Ti ustvarjalni procesi trajajo, ne vem, sama priprava izvedbe traja kakšno leto dni. Greš v studio, posnameš, narediš. Ampak potem je pa še vse ostalo zraven, ne. Ogromno je treba prebrati, ogromno je treba preposlušati, ustvariti je treba neko dramaturgijo, osmisliti, se ukvarjati z besedili. To počnem v nekem vmesnem času, v kolikor mi uspe, ne, kot rečeno, je to družina najprej.
včasih sem to počela po noč, zdaj sem se pa malo trudila, ne, 20 let vodenja teatra, pa 15 let festivala Levendros, pa še moje delo, pa 2 otroka, pa pes, pa hiša, pa to ne gre vse skup, ne. In tako sem, dolga leta sem funkcionirala, da sem spala po 4 do 5 ur na noč in je to kar šlo, ampak to na dolgi rok ne gre, ne. Nekje se telo ustavi in organizem reče stop, tako da če danes prebedim celo noč, kot sem jo včasih v teh kreativnih procesih, zato ker imam zelo rada tišino. Mene večkrat me ljudje sprašajo, kaj pa poslušate doma? Ne, si predstavljajo, da jaz sem neprestano obdana z glasbo, nisem, ne, meni je glasba je del mojega poklica in to je zelo utrujajoče, ne, zelo utrujajoče je biti ves čas v tem procesu, jaz potrebujem ogromno tišine in zato sem zelo rada delala po noč, ker takrat se mi zdi pa, da se res vse ugasne, ne, in takrat sem najbolj sposobna neke notranje koncentracije, ampak kot rečeno, danes pri mojih 57 letih, če prebedim eno noč, potrebujem 14 dni sanatorija, ne morem več, ne gre, ne. No, ampak mir pa imaš na Barju, ne, tam živiš na Barju. Zelo težko si najdem ta svoj mir, ne, jaz, starejši sin, je zdaj diplomant umetnostne zgodovine in književnosti, tudi ogromno dela in na radiju in tu in tam in piše in ustvarja, strašno je kreativen, blazno je delujoč, no, sploh ga že več skoraj, da ni doma. Mlajši je pa na panteonu pubertete, tako da... Koliko je star, 19? Ne, Andraž ima pa 17, tretji letnik gimnazije, ne, in jaz vsak dan svečo prižigam, samo da preživim do mature, pa čeprav vem, da se šele vse začne, ampak samo da preživim to obdobje, ker sem pa res malo prestara, kar se tiče praga potrpežljivosti za to tempirano hormonsko bombo, mislim, res je. Tako da ta tišina, ne, je zelo težko dosegljiva v tem mojem domu, ker mlajši sin je ekstrovertiran name, starejši je introvertiran, tak introvertiran, jaz rečem, da je zatežen intelektualc. Andraža je pa polna hiša, tako da, ko on stopi v hišo, to je že odkar se je rodil, to je tako adrenalin, tako je bomba, tako je glasno, tako je treba vse povedati, tako da jaz se moram prav izboriti za svoj božji mir. Sem najbolj srečna, ko gre eden mož v pisarno, on na faks sta v srednjo šolo, pa najdem nekaj prostora zase, ampak kot rečeno, ne, tukaj je še to realno vsakdanje življenje in jaz ne vem, včasih mi zmanjkuje, no. Mislim, včasih mi res, že ta kombinatorika, ki ti dva zbolita, ti moraš iti na pot, oni gre tja, jaz moram zdaj to vse nekako skup spraviti, ne, zdaj nič fantjem mi zameriti, ne, ampak jaz mislim, da je ženskam res dano, da teh 12 stvari naenkrat spravimo v eno funkcijo, ne, če bi jaz zdajle mojemu možu vse to če bi jaz njemu sploh začela razlagati, kaj vse danes, jaz ne vem, mi bi bili že pod mostom, jaz mislim, da to ni izvedljivo, no. Ampak nimam nič težav s tem, zato ker sem tak človek, jaz to zelo hitro naredim, ne razmišljam kaj dosti, no. Včasih je pa res malo težko, ne, pa tu je še pes, pa pred kratkim smo imeli kokoši, pa hvala Bogu nimamo več kokoši, pa mislim, to je bilo, Hkrati sem pa vrtnarica zelo resna. Nad tem se pa ne pritožujem, no, ker to me pa pravzaprav sprošča, ne, narava me pa sprošča. Drugače pa, kar se tiče tišine, na Barju je ni. Jaz živim v Črni vasi, tukaj na Barju, malo naprej od Rudnika, kjer je ta znamenita Plečnikova lepa cerkev, in nam delajo cesto. To je najdražji projekt v Sloveniji po osamosvojitvi, torej najdražja cesta, ker je to pač Barje in je bilo treba betonske pilote pilotirati, pripraviti teren in nas 2 leti že mučijo. Tako da, če se zgodi potres, jaz sploh ne vem, pri nas se tako trese, da ne ločim med potresom in bunkerjem. In to je pa še en problem kombinatorike življenja, ne, ker se moramo, zdaj ni prevoza tukaj, mi smo tle sred gradbene jame, neprekinjeno, vse je prašno, vse je blatno, moja bomo še kak let trpeli, pol pa bo pa že 2 leta se matramo s to cesto, kar pomeni, da recimo včeraj sem morala iti v Cankarjev dom, morala sem dogovoriti ponovitev koncerta, morala sem iti do oblikovalcev, morala sem potrditi materiale, morala sem zlektorirati tekste. A veste, koncert pripraviti, tak, to so moji dogodki niso običajni koncerti, to so konceptualni dogodki, to so pravzaprav male predstave, to pomeni spisati tekste za vabila, za internetno stran, za plakate, preveriti vsako piko, vejico, podatke, logotipe, to je eno obupno delo, ki ga res ne prenašam več, ampak to že počnem 35 let, pa bom še menda malo zdržala, ne, ampak recimo, včeraj sem morala v Cankarjev dom na sestanek, potem sem morala še na en sestanek se dogovoriti za sodelovanje v abonmajih v prihodnjem letu
In zdaj, kdo me bo peljal? Starejši sin je prišel po noči iz Londona, kjer je čez vikend delal, ker vodi te osnovne šole na zaključne izlete, poleti pa delal v enem koledžu. Kot rečeno, je razpršen na 100 koncev. Prišel domov bolan iz Londona, mož je moral sem, on je moral tja in nekdo mora priti pome, ker jaz lahko samo še plavam po Ljubljanci do centra mesta. Skratka, zelo, zelo težko si včasih sestavim dan, ampak sem se pa nekaj naučila, no. Sem se pa tudi naučila tekom let, ker imam malo problematičen karakter in to je to, da imam nekega perfekcionista v sebi, ki me kar naprej mi udarja po vesti, ne, kar naprej mi trka na vest, da si pa včasih naredim tak res, jaz si kar vzamem. Kar rečem, ne morem več, ne bom, ker lahko samo še lahko bulim predse, tako sem včasih, da nimam več ne misli, ne energije v glavi, potem si pa kar vzamem dan. Grozno kontra mojemu perfekcionizmu, ampak se mi zdi, da je to zelo zdravo, no. Se učim, ne moram reči, da že znam, ampak se učim, no. Pa bil je že skrajni čas, da se naučim včasih malo ustaviti. Kot rečeno, imam lahko 12 stvari v glavi in jih zagotovo 9 kakovostno opravim, ne morem jih pa več 12 naenkrat. Tako. Super. Vita, to je bil 12-minutni monolog. Ja, saj sem rekla, nimaš problema. Jaz imam bolj problem za izklop kot za vklop. Mene samo vprašaj, pa veš, Super. Zdaj si mi je 20 vprašanj, na 20 vprašanj, ki jih nisem zastavil, si že odgovorila. Tako da zdaj bom mogel razmišljati, kaj naj ti vprašam, no, in vmes, ko razmišljam, kaj te naj vprašam, bom dal besedo Branetu, pa verjetno bi še Zvonka lahko tudi kaj povedala iz tvoje mladosti. Tršica. Ja, Tršica. Evo, Brane, izvoli. Tršica. Tako vprašanje, Vita, počitek, ne, po potrebi ali ob nedeljah? To ni način življenja za 8-urno službo, ne. Mi nimamo vikendov, pri nas ni nedelja, ne, zato ker ko je delo, ne, jaz sem na odru za praznike, za sobote, tudi nedelje in ko je delo, ne, ko ga pa ni, je pa lahko prostor tudi za počitek. Tako da si morava z možem organizirati počitek v tem nekem vmesnem času, ko ugotoviva, da je možen, ne. Ne more biti nedelja, ne, ampak so pa tudi seveda jaz, odkar sem zaprla teater, pa nehala biti producent in umetniški vodja festivala in teater, sem se seveda tudi precej ustalilo se mi je življenje, kakor sem prej naštela, kaj vse ne počnem, pa vendarle življenje teče v nekih bolj umirjenih tirnicah, tako da včasih so pa tudi celi vikendi, kar je krasno, ne. Potem se pa tako po gospodinjsko razporedi vikend, ne, kdaj se hiša ureja, kdaj se dom ureja, kdaj se kdo uči, kdaj ima kdo kako delo. Jaz pa zelo rada kuham, moram reči. Jaz sem taka, nažalost nimam nobenih hobijev, ne, ta poklic ne omogoča nobenih hobijev, ker je to način življenja in zdaj ne vem jaz, če bi lahko kdaj pletla, ne, ali pa ne vem kakšen hobi, no. Edini hobi, ki ga imam, če je to sploh hobi, pa ni, je spet način življenja, spet način mojega delovanja, branja, recimo, ne, jaz sem nenormalen knjižni mol, ne, to je, ne, če bi me zdaj sedim v nekem delovni sobi, ne vidite nič, ne, ampak jaz imam doma knjig, ker nimam več otrok, kam pospraviti od njih, ne, zadnjič mi je sin rekel, da imamo mi več kot 990 knjig. Me je rekla, seveda jih imamo, ne, in ker žal nimam povsod knjižnih polic zasteklenih, 2-krat na leto vse knjige dam na tla, pa očistim prah z njim, ker so mi zelo pomembne, zato ker jaz knjigo moram imeti doma. Jaz tudi zelo grdo delam s knjigami, ne tako, kot so nas učili v otroštvu. Jaz počrtujem, jaz pišem zapiske, ker je pri meni knjiga delovno orodje, zato spet ne znam povedati, a je to hobi, ne. Ampak zadnjič mi je rekel mlajši sin, ne, da si bo za celo življenje zapomnil prizor mamo, ki sedi na kavču in knjigo, ne. To je ta edini moj zares pravi prosti čas, ko jaz rečem, da spustim iz sebe vse. Pa spet ne vem, če je res, ne, ker medtem, ko jaz berem, ves čas v moji glavi tečejo miselni procesi že zakaj. Iz vsega prebranega se potem zgodijo tudi projekti, ne. Tako da nekega pravega hobija nimam, ne, zato tudi ne znam opredeliti prosti čas. Edini hobi, ki ga pa imam, je pa kuhanje, ne.
To je pa tako smešno. Pa vrt, ne? Imaš velik vrt. Vrt me sicer zelo pomirja, ne? Mi gre pa tudi na živce, no? Ker se mi zdi, da je prevelik, ampak ti moji termiti doma na koncu vse pojejo. Ravno kar sem odpirala zmrzovalnik in sem zgrožena, ne vem, kam gre ta zelenjava, ni je več. Hočem reči, da zelo rada kuham, kar je pa spet zelo kontradiktorno z mojim odraščanjem. Moja stara mama je vzgojena pri uršulinkah in je bila v Velikovcu, torej na avstrijski strani, je bila vrhunska kuharca. Jaz sem bila pa, to se moja tršica spomni, ne? Jaz sem bila pa takale. Sošolci so me zavrkavali, da mi 2 zobotrebca z riti rasteta, tako so mi govorili v osnovni šoli. Jaz sem pa tak poprček suhcan in ona, seveda, ki je dala čez 2 vojni, hude stvari je ta družina Möderndorferjeva, ki je moja primarna družina, s katero izhajam, dala skozi, je imela pa, jo je bilo pa strašno sram tega, da sem jaz tako suha in je imela fiksno idejo, da me mora nahraniti, ker da bo rekla, da sem rahitična, podhranjena, kar je bilo grozno. Torej, ona je meni hrano tiščala skozi ušesa, če je bilo treba, ne? Ker če nisem pojedla za zajtrk, me je čakala za kosilo, če me ni, me je za večerjo, če ne me je pa naslednji dan. Ampak ne ena jed. Ona je naredila 10 jedi, da bi jaz nekaj pojedla in seveda se mi je hrana čist prskutila. Imela sem 17 let, ko umrla. In ona mi je pred smrtjo rekla, pa kdo bo tebe oženil, saj še jajca na oko ne znaš speč, ne? Ena paranoja, da me ne more nahraniti, kuhati pa itak ne. Seveda, kdo bi kuhal, če se mi je hrana tako zamerila. In potem se pa verjetno ta DNK se je nekam upisal, ne? In jaz res strašno rada ustvarjam v kuhinji in cela moja družina, starejši sin kuha, mož kuha, no, pubertetnik pa kuha, če je lačen, ne? Ampak bo že še kuhal. Ja, to si ti, kar se tega Moji fanti morajo znati vse, likati, prati, kuhati, čistiti, tukaj ni dileme, ne? Ker jim skozi govorim, ne boste se poročili zato, da vas bojo žene rihtale, ampak zato, da boste se dopolnjevali, ne? No, in kaj hočem povedati, ne? Ta moj prosti čas, recimo, če je, ga namenim kuhanju ali prijateljem, ali družini, ali pa kar tako sep, ne, to je moj edini hobi. In kaj jaz sanjam, ne, da povem, kaj jaz sanjam že 40 let, ne, kar je moja babica umrla. Jaz sanjam, da moja babica, pri meni stara mama, no, kot smo rekli, stara mama sedi za mizo, imamo eno tako kuhnjo, ena mini kuhinjska miza, katenšan, kjer sedimo čez dan, pa ena malo daljša miza, jedilnica, ne. In sanjam, da stara mama tam sedi, ne, in da mi nosimo te jedi na mizo in jaz kuham in ona sedi in se čudi in govori, pa kdaj si se ti naučila kuhati, ti, ki še jesti nisi marala. Skratka, še zdaj me ta vest peče, ker se je toliko matrala zame, jaz bi pa zdaj, no, kaj bi dala, da je lahko jaz kuham, pa je ne morem, ne kuham pa družini. Tako da, to je edini prosti čas, no, ki mu lahko rečem prosti čas. Knjiga nisem čisto prepričana, da je prosti čas. Je vedno, v ozadju vedno teče miselni proces, ne. No, tako, zdaj sem pa spet pol ure govorila, no. Ne, v redu. Veš, kaj se spomnim enkrat, ko si nam razlagala, ne? Kako ti imaš te tvoje fante lepo vzgojene, ne? Enkrat se je Andraž nekaj razburjal, da ne bo čisto kopalnico ali karkoli že, in potem ga je Gašper potisnil v not, pa je rekel, deva naredi, da bova imela mir. Ja, pa še zraven je dodal, ni bilo samo deva naredi, da bova imela mir, ne, bo še hujš. Mali je hodil po hiši in je govoril, moral bom od teh stranišč in kopalnic do konca življenja, bom sanjal ta stranišča, ki jih čistim. In potem ga je Gašper potegnil v kopalnico in rekel, da čisti, ker veš, da ne bo spustila od hiše, dokler ne bova znala prati, kuhati pa pucati. Pa naredva že to, da bo mir. Ne vem, če je to, veš, moram pa reči, da ko si rekel, kako so vzgojeni, ne vem več, če je to prava vzgoja, ne, ker ko pa gledam generacijo mlajšega sina, ki bo zdaj v junija star 18 let, Madonca, večina teh deklet, ki jih je domov pripeljala nazaj, pa čisto nič. Res, ne vem, zdaj, če nisem bila kontraproduktivna, da ne bo ravno nasprotno, da bodo potem oni kuhali in skrbeli za familijo, da se skrbi, ampak bojo zdaj pa zase poskrbeti, to je pomembno, no. No, vse to je to, bojo samo, kot si rekla, zase bojo že poskrbeli, punce se bojo pa že naučile, oziroma zdaj se očitno vloge se v bistvu menjajo, a ne. Pravi, moja mama je rekla, da moj oče niti vozička ni peljal, ne. Ja, seveda, ja. Pri mojemu tastu je bilo drugače, nič prej, dokler ne bo šah znal igrati. Ja, ne. Pa so ga vnuki takole okolo obrnili. Ja, Zvonka,
ti se malo preklopi, pridi bliže, pa povej, no, malo oviti v Zvonka ima to osnovni šoli. profesionalno deformacijo, da še zmeraj funkcionira kot tovarišica za katedrom, zato se tako malo odzad usegla. Ja. Mečken se premakni kamero, da te bomo videli. Evo, zdaj te pa vidimo. Izvoli. No, tale spomin na prešpileno deklico imam še zdaj pred očmi. A ne, da. Da je lahko zelo trepček. On pa reče, da si se pa krasno naredila in veš, kaj mi je veselje, da imaš vrt. Tam pa lahko čist odklopiš. Ja, se odklopim. Ja, Narava mi zelo veliko pomeni. No. Vse narava je eno ogledalo, ne, življenjsko, zato se mi zdi zelo pomembno, da smo tako, da živimo na vasi. No. Čeprav sem se zelo težko pustila možno prepričati, da sva šla živeti izven centra. Ne. Mi smo živeli v Celju, v strogem centru mesta, ne, sem otrok mesta, ne, in ulic. Potem pa, ko še nismo imeli otrok, jaz sem iz teatra, iz Kafe Teater smo odprli ob 10 zvečer, šele, ne. Jaz sem hodila ob 2 zjutraj domov, preden se to vse pospravilo, počistilo, pripravilo za naslednji dan ob 8, sem bila pa že spet v pisarni. In meni se zdelo nepojmljivo, da se selim nekam ven iz Ljubljane, kako bom jaz funkcionirala, to je nemogoče, se hodim proti jutru domov, ne. Pa še izpita nima za avto, ne, to moramo povedati. Ja, potem pa moj mož je pa odraščal v hiši, pa z vrtom, ne, njemu je bilo pa nepojmljivo, da bi živel v stanovanju. No, in potem sva rekla, naredila kompromis, sem rekla iz Ljubljane, pa ne morem iti, ne, kje pa bomo zdaj hiša pa Ljubljana, pa da bomo blizu centra. In potem je rekel, kam najdlje bi pa šla, sem rekla, najdlje do Murgli, da grem lahko s kolesom do mesta, ne. Ki v Murgle nismo mogli več kupiti, tam je bilo to vedno basno slovno drago. Na kar je dal Andrej tako šestilo v Ljubljanski grad in je tako zavrtel in je Črna vas prišla še noter, ne. Ja, pa nisem imela več izgovora. Pa ni bilo več izgovora. In pa smo se preselila sem na vas in sem se zelo težko prevadila, ampak Andrej je ves čas govoril, boš videla, ko bova imela otroke, boš hvaležna. In sem mu res, ne. Ker meni ni bilo treba hoditi z vozičkom v Tivoli, jaz sem vrata odprla in so se zaleteli z rokam v zemlji, tako rekoč sta gor zrasla in dva sinova. In se mi zdi, da to je ena kakovost življenja, ki je zelo pomembna za prihodnost, pa konec koncev tudi vrednota, ker tako kot se zdaj živi, jaz mislim, da bo na moji otroci nekoč pripovedovala, veš, da smo mi jedli solato z našega vrta. No. Mislim, tako nekam čudno hiti ta kapitalizem, no. Tako da se mi zdi, da je kar v redu, da smo tako. Pa Andraž bo govoril, kako je žabe lovil, se spomnim, ko svojih midva. Žabe, ruharje, ni da ni. Ni da ni, mislim, on nima zadržkov proti vsem tem gmizastim stvarem. Tu sem pa še zmeraj malo mestna, no. Zvonka, izvoli, nekaj si hotela reči. Kak je bila Vita kot postava, da še pa lahko pove, kak je bila kot pojava. Jaz naj to povem, to ne pa Zvonka pove. Nimam pojma. Krasno, kadar je bilo treba kaj povedati, recitirati, kaj... Pa treba nekaj narisati, je bila pa koma. Smo sem Vito poklicali in to bilo kar vse tako urejeno. A ne? Koncu, mislim, da v 8. razredu, ko je končni zaključek, si imela neko recitacijo, jaz se zdaj ne spomnim, in si imela rdečo rožo in si jo takole vrgla v zrak med publiko in je pristala pri ravnatelju. Kako? Kje je pristala? Pri Dimitroviču. A ja, pri profesorju Slovenije. Ja, to je bilo. V njega smo bile vse zelo očarani, veš. To je ciljala, tak. Profesor, ta profesor slovenščine je bil zelo izjemen, on je bil takrat prav mlad, je še bil, prišel je z fakultete, ne. On je bil mlad profesor, in seveda smo ga punce gledali tako z velikimi očmi, ne. Pa bil je velik nastopač, poznal je motivirati, pravzaprav to sem večkrat ponovila. On je te proslave namreč tudi režiral, ne, tako da verjetno že ni ta roža slučajno ta letela, ampak to patetiko igralsko sem imela vse, ne, s tem. Jaz gledam mojega mlajšega sina in sem zadnjič rekla možu, mislim, on pravi, da bo šel na igro, ne, in jaz začnem kar škiliti z očmi, pa ne pred njim se trudim, ampak po moje se to do Marsa vidi, da škilim z očmi, ker si rečem, on do smrti te zgodbe poslušala, a bom še enkrat ne grem skozi vse to, kaj je rekel ta, pa kaj je rekel on, pa kaj je s to vlogo, ne bom še enkrat to preživljala, to možno, ne. Kaj čmo, ne, če ga pa takole gledam, ne, ker zdaj Zvonka pravi, ne, kako sem nastopala, pa roža, pa ta patos, ne. Naš Andraž je točno tak, ne, je pentiš, da ga zadnjič gledam, sem rekla, če ta ne gre na igro, če ga tega ne sprejme na igro, zanj obstaja sem še pasja šola.
To je tako, da je en glomač, ne moš pomagati, to ti je v DNK zapisal, ne, nisem dva taka ustvarjalca mogla rojevati ekonomistov, pravnikov in zdravnikov, ne, pač nekaj ti je dano, ne, pa izhajaš iz... To je družinski DNK, ne, Vita? Ampak je DNK, nisem jaz nič delala na tem, moram povedati, da mi živimo zelo vsakdanje življenje, bolj kot si kdorkoli na svet lahko to predstavlja. Mi stopimo v hišo, zapremo vrata, delo ostaja zunaj, jaz sem zelo običajna mama in moj Andrej je zelo običajen oče. Mi pri mizi ne govorimo o teatru, o konceptih, sploh ne, to je nekako najina stvar, ne. V moji družini pa tega sploh ni bilo, mi se nismo pogovarjali o tem, to ti je dano v zibko, to ti je dano, to je pač nekje zapisano, ne, že vnaprej, ne. Tako da sem bila res nastopač, že takrat v osnovni šoli, ta profesor, no, Domitrovič, da ga pa še enkrat omenim, no, je pa zagotovo zaslužen za mojo pot življenjsko. On me pa res ciljano usmerjal in to v meni prepoznal in spodbujal in mislim, prepričana sem, da je del moje poti njegova zasluga, ne. V pravem trenutku je to prepoznal in sem mu zelo hvaležna, no, včasih sem prav ganjena, pride na kakšne moje koncerte, pa se mi zdi še zmeraj, kot da se moram njemu dokazovati. No, pa Vinko je tudi kreativc, on je tudi izstopal iz svoje generacije, jaz se spomnim, jaz imam celo en... Moj brat misliš? Ja, je tako, ne, ker je v bistvu, Vinko, ko je še bil še na faksu, so že celo en film posneli o njem, kot sošolcu, ne, to se spomnim. Moje z tega še on ne spomni, veš, ko si že dolgo na sceni, sploh več pol tega ne veš, včasih mi kdo kaj reče, da sem kaj naredila, pa se ne spomnim, pa mi kdo reče, da pri meni v Kafe teatru delo, pa se sploh ne spomnim, da je delo, ne, dolgo smo že tle. Pa sploh hiperproduktivno, ne, Vinko pa režira, piše, v glavnem zdaj večinoma piše, ne, zdaj ravno kar sta 2 knjigi šli, ena mladinska, ena poezija, on je pa, ne, ampak on pa je res, kaj pa jaz tem včasih mu rečem, se ne vem kdaj, ne, ampak v bistvu vem kdaj, no, to je ves njegov življenje, ne, jaz svoje življenje še razdelim malo med družino, no, predvsem mislim, nekako, če sem čisto iskrena, je bil to edini moj pravi življenjski cilj. Vse ostalo pa prišlo zraven, ne, tako pač kot življenje teče, ne. Vinko je pa sam, ne, in dela, piše, režira, to je tako. Način življenja je, no. To niso službe, no, to hočem ves čas poudariti, da to pravzaprav niso službe. Ne moreš, s tem vstajaš, s tem greš spat, to so eni procesi, ki kar neprestano se odvijajo v človeku, ne. Zdaj tale Kontra Alba, kot sta imela zdaj tale večer, tale koncert, ne, večer, moram priznati, da ste me strašno presenetila, dobro, se te spremljam, bom rekel, že od malega te spremljam, ne, čeprav sem malo starejši od tebe, ne, ampak dejansko se mi je zdelo tale koncert tako en tak intimen. Pravzaprav Janija pravzaprav nisem poznal, ta njegova intimistična zadeva, ki je tukaj ven padla, je pravzaprav mi je bilo kar presenečenje, a ne, ker on je s svojim hrapavim glasom, protestniško angažirano poezijo, bi rekel, ampak tukaj je pa sploh recimo ta ptička, ne, je recimo je tako fenomenalna, dejansko včeraj sem si jo kar enih 5 zavrtel, tako, mislim, tista slovensko melanholična. To je en tak večer, ko ga je potrebno prespati, ne, zdaj, da malo več razloživa, ker verjetno vsi ne vedo, zakaj gre, ne. Jani Kovačič je moj kolega, tako rekoč lahko rečem, da je tudi prijatelj, ker že skoraj 25 let sodelujeva, delala sva skupaj Brehta, pa Mila Zupana, neka nenavadne reči, za katere ni nihče vedel, da jih je Zupan pisal. Gostovala sva ogromno po Evropi, pa s tem Zupanom tudi v Parizu, v enem teatru, ki obravnava te politične disidente, kar je seveda Zupan bil. Pa sva delala neki zbor slovenskih pesnic, več kot 25 let sva skupaj, no, tako. In on je izjemen mislec, on je filozof, in ljudje ga slabo poznajo, ne. On pa letos junija meseca praznuje 70 let in ni bil vzgib zdaj, da jaz ob njegovi 70-letnici pripravim ta večer.
vzgib je rasel v meni več let. On včasih tudi po noči kaj napiše, pa mi kaj pošlje, pa reče, tole bi bilo zanimivo zate, pa kaj o tem misliš, pa tako. Mava tudi ena taka lušna srečanja, on ob četrtkih uči na srednji glasbeni šoli, tukaj pri Botaničnem vrtu v Ljubljani na Žanki. In potem se tam v Botaničnem vrtu dobivava ob četrtkih in kramljava in rešujeva svet, pa ga seveda še nisva rešila. On je izjemen mislec, izjemen pisec, ljudje ga pa poznajo kot kantavtorja. In nekako v tem času korone prevrednoti življenje in še marsikaj drugega, ne, je bilo kar eno težko obdobje za nas umetnike, ki smo bili pravzaprav čist izbrisani iz prostora, ne, saj če ste opazili, je bila neprestana skrb, so bile gostilne, pa frizeri, pa pedikeri, kulture ni nihče omenil, ne. In prevrednoti življenje je hitro prideš do Kovačiča. On je izjemno družbeno kritičen, značilno zanj, za njegovo pisanje je tudi značilna samorefleksija. In ta kritika bizarnosti človeške družbe se je meni zdela zelo na mestu, ko sem pretehtala vse, kar je šlo skozi mene in skozi moje čustvovanje v teh 2 letih, ki bi jih res raje pozabila, no, res ni bilo enostavno. Potem sem pa želela si Janija predstaviti na način, kot ga publika ne pozna, ne, kot si ti rekel, ta značilen raskav glas, ne. On ni zgolj kantavtor, ne, ni sam delam, pa jaz grem gor na Škofljico, ne. On je mnogo več, ampak ljudje tega ne vedo, ne. Napisal je 2 sjajni knjigi, več zbirk poezije in sem tudi, moram reči, njega kar stežka prepričala v to, da enkrat za spremembo ne nastopa, ne pove, ampak sem si zamislila koncept tako, da sem midva z mojim, to je pa moj umetniški kolega, pianist, skladatelj Jaka Pucihar, ki imava pa še daljšo pot kot s Kovačičem, ne, 28 let sva skupaj in vse delava skupaj, vse projekte. Z Jako sva midva te pesmi na novo preoblekla, ne, če jih nekdo posluša, bi rekel, to pa nima veze s Kovačičem. En tak kontrapunkt vsemu, kar je Kovačič delal. Sem bila zelo zaskrbljena, kako bo Jani to sprejel. Težko je delati živeče avtore. Delaš Brehta, pa se lahko izgovarjaš na argumente koncepta takega ali onakega, ne. Živečega avtorja, ki ti pa je še prijatelj obenem, ne, je pa kar težko bilo narediti, ker sem se zelo bala, kako zdaj on to sprejel, ne. Njemu pa tudi najbrž ni bilo vseeno, ne, zdaj, če bi mu bilo pa čisto za nič, ali pa se ne bi strinjal, kako bo zdaj meni prijatelj si rekel, prost, tule si pa falila, ne. Stvar je pa že posneta, narejena, ne. Tako da jaz mu nisem nič pokazala, dokler ni bila dobesedno, ne da mu nisem nič poslala po mailu, dokler ni bil stiskan album fizično, dokler bi imela v rokah, mu nisem dala nič, ne. In potem, ko on to s takim srcem sprejel, sem rekla, no, zdaj pa imamo, zdaj pa smo, zdaj pa lahko začneva delati. In potem sem mu predlagala, da narediva koncept, da je moja ideja konceptu je bila, da na njegove trpka besedila uglasbljena, ki jih jaz pojem, on podaja nek družbeno-kritičen komentar iz svojih knjig, ki sem jih jaz seveda ponovno prebrala in ponovno ugotovila, kako izjemen pisec in mislec je. Tako da podajava si besedila skozi glasbo in skozi govorjeno besedo in so vsi tako presenečeni nad Kovačičem, ker ga takega ne poznajo, ne. Med drugim tudi on fantastično interpretira, bere svoja besedila in mislim, da sva res dober par, no. No, mislim, da sva res dober par. Tako, to je en večer, ki je tako toliko zgoščenih razmišljanja o njemu, da ga moraš malo prespati in če potem poslušaš ploščo, ne, torej album, pravzaprav pridejo te besede na pravo mesto, ti verzi, te misli, vse to, kar sva želela podati, ne. In znotraj tega, kar si ti omenila, Ena ptička, je ena pesem, kjer je Jani vzel ljudski motiv Ena ptička priletela, v eno pripoved, motiv iz ljudske pesmi je dal v pripoved, to je zgodba nekega človeka, noč je, lahko si rečeš, da je mogoče suicidalen, mogoče samo depresiven, mogoče samo naveličan življenja, gleda in opazuje noč skozi okno in ne najde nobenega smisla. Ampak vedno, ko je na robu smisla, prileti ta ptička in ponudi upanje. Jani to pesem izvaja popolnoma drugače kot jaz. Jani jo izvaja trpko, grenko, depresivno in v tem je zanimivo najino sodelovanje, ker sva tako diametralna. Jaz sem v tej pesmi namreč videla upanje, ne. Jaz jo čutim kot
gledaš to, pa ne najdeš nobenega smisla, ne pravijo verzi. Ampak glej, ena ptička priletela in ne vemo, kako gre ta pesemca, ne. In je prav lepo zapela, ne, mi srce utolažila. Jaz to vidim kot upanje in tako jo tudi izvajam, Jani pa ravno nasprotno. In iz tega izhaja tudi naslov Kontra Alba. To je srednjeveški motiv jutranja zarja. In če naju daš skupaj, ne, je on temačen, raskav, jaz sem pa svetla. Jaz imam ta ženski pogled, razčustvovan, optimističen, odprt, on pa teman nasprotje temu. In sva Kontra Alba. Jutranja in večerna zarja. V tem sem videla simboliko, no. Kontra Alba je sicer naslov tudi enega songa, no, ampak ta simbolika se mi je zdela te diametralnosti najne zelo zanimiva. Zanimivo je bilo tudi, kako je Jani odreagiral, rekel, neverjetno, ne, ženske vedno vidite na koncu tunela luč, ne, jaz to doživljam čisto kot drugačne. In to dvoje se mi je zdelo zanimivo združiti v celoto. In ljudje zelo lepo reagirajo na koncertu, no. Ja, veš kaj, ženske ste čuvajke ognjišča, prinašalke življenja, moški smo pa lovci, ne, in je mogoče tudi zaradi tega, ne, je ta zadeva pač tako v tem smislu, ne. Lej, še eno primerjavo sem se spomnil, Završan, poje ta Ne me kite pa, ne, se pravi Ne zapusti me, moška verzija, ne, pravi, pa se ne boš kar šla, ne. Medtem ko ženska verzija je pa Ne zapusti me, ne. Originalna verzija, ne. Originalna, ne, ja. Jaz imam malo težave z slengovskimi takimi, majčkeno imam težave z slengovskimi prevodi in z posegi v srčiko pisane poezije. Tukaj moram reči, da sem malo konzervativna, no. Ampak mimo tega pa mislim, da Završan to prelepo naredi, prelepo izvaja, čudovito, ne. Ampak jaz bi kar ostajala pri resnem jemanju Brela, no. Ko sem to imam eno zanimivo zgodbo tudi s tem, Ne me kite pa, s tem songom. Ob 30-letnici dela sem naredila v Galusovi dvorani eno tak retrospektivni koncert in se odločila, da končam z velikimi odri za zmeraj. In za tem stojim. Ne vračam se več na velike odre, mene zanima stik s publiko, prenos energij se začuti v komornih izvedbah, pa resnejših temah so tudi nujne. In sem zaključila, s 30-letnico sem podčrtala, da končamo s temi ptičjimi perspektivami teh ogromnih dvoran, ne. Ampak naredila sem to zaradi sebe, ker sem nenadoma, takrat sem zaprla teater, končala sem Glavino in šla sem skozi svoje življenje, se mi je zdelo, da nisem nič naredila. No, to sicer se sliši blazno patetično, ampak jaz sem res, ko ti produciraš toliko tega v teatru in na festivalu, to je, ta hiperaktivnost te pogolte vase, no. Jaz sem res dobila občutek, da sem pred zidom in da, kje sem pa zdaj tukaj jaz, kaj pa zdaj? In sem naredila prav, ker sem se začela končno posvečati sebi in začela zares ustvarjati, ko se je tudi pravzaprav začelo, saj jaz nisem predvidevala ne teatra, ne festivala, ne. Pač življenje je tako naneslo, ne. Jaz sem pa ta tip karakterja, ki skoči na glavo v prazen bazen, pa je, kar je, ne. In je bilo, ne. Potem sem se pa odločila posvetiti sebi in moram reči, da sem se zelo težko odločila, no, kakšna bo moja pot, in ko sem se odločila, no, in sem en tak retrospektivni koncert naredila in sem posnela tudi Ne me kite pa, da povem, kaj to pomeni. To ni tako enostavno, ne, kar pet nekega Brela, ne. Jaz sem morala pisati najprej na Universal, ki so posredniki za avtorske pravice tega songa, ne. Ta song je izvajan neizmerno veliko teh izvedb je bilo posnetih, ne. In najprej njih, potem so oni rekli, ja, v redu, lahko to pojete, lahko posnamete, ne, ampak pošljite nam svoje reference, kdo ste, kaj ste, pošljite nam demo posnetek, skratka, ogromno papirjev je bilo treba izpolniti. In ko sem vse to naredila, so pisali družini Brel, ki so pa direktni, ne, nosilci avtorskih pravic, njim so poslali vse moje reference, mojo izvedbo, in šele ko je družina Brel potrdila, da Vita Mavrič lahko to poje, sem jaz lahko to posnela in bi naj dala na ploščo, ne. No, in da povem, kakšen perfekcionist sem in zakaj, ko ti pravim, da imam težave z temi poseganji v direktno poezijo in z slengom, jaz sem to posnela, ne, dobila dovoljenje družine Brel, tako so rekli, krasno, perfekten, z vsem spoštovanjem, izvolite, ne, naredite. Sem bila zelo ponosna na to pismo, jaz to posnamem, ne,
editiramo v studiu, je vse že pripravljeno za ploščo in rada prespim stvari, ne? Si vzamem čas in poslušam in rečem, Mavričeva, to je pa totalno zanič. In moj pianist ni mogel verjeti. Ni mogel verjeti, po 6 mesecih dela, truda, da smo dobili vse papirje, posneli smo že, pa ne boš zdaj to dala stran. Sem rekla, Jaka, to je tak blef, ne? Namreč tako imam v DNK-ju ta song zapisan po 30 letih, ne? Da sem ga v bistvu naredila z eno rutino, z občutkom, kakor to pa Mavričeva zna, eno figo. Bilo je popolnoma zanič, neprepričljivo in sem dala posnetek stran in sem rekla, to ne gre na ploščo. Tako zelo sem natančna, no? Da tudi sebe znam v gledalo pogledati in se reči, ne, tole si pa slabo naredila, ni te vredno, ne? Tako da, a veš, težko zdaj, ne bi rekla, da je to ženska, moška verzija, da sta to dve vrsti čustvovanja, NMKIT pa je ne zapusti me in pika. A veš, dovolim pa umetniško svobodo na razne načine, sam jaz to tako ne doživljam, no. Mislim, malo resneje to jemljamo. Ok, Brane, izvoli. Mečemo nazaj posegel Vita do Janija Kovačiča. Ja. Eno tako drobno anekdoto, ko mi je zelo ostala v spominu. To je bilo 45 let nazaj, v prehodnem mestnem domu Jarše, tam zavod, ne? Ja. Slučajno tam iz službe, ko je Jani prišel prepevati tja, v enem razredu je bil, čist nabit, polni razred, ne? In njemu se je malo neumno zdelo, kar tak stav spreda, nejasno, brez odra, brez vsega, ne? In enostavno na katedre dal stav, zlezel gor, se usedel in prepeval. In mislim, da že takrat to delam. Ja, Zelo tako simpatično stalo spomino. ne vem, če že takrat imel delam, ampak tak je bil, ja. In tak je še danes. On gre povsod, on se nobenih vabil ne brani, on je izjemen, no? Nič oholosti ni v njemu, ne, on je izjemen. Mislim, jaz o njemu lahko govorim samo v superlativi, ker ga res dobro poznam. Ima še eno luštno anekdoto, ki je pripovedoval meni, pa tudi mislim, da je enem intervjuju enkrat povedal. Za šankom, ne, pride k njemu malo okajen literat in reče, veš kaj, muzika ti je genialna, ampak teksti so pa zanične. Čez en teden na tem istem šanku, ne, pride okajen glasbenik in reče, veš kaj, muzika ti je popolnoma zanična, ampak teksti so pa perfektni. Skratka, nikoli ni noben zadovoljen, ne. Zato je treba vso umetniško svobodo ljudem dopuščati, misliti tako ali drugače, ne. Vsak lahko ustvarja na svoj način, zato še enkrat, ne, Brane, za vprašanje perfekten, jaz sem pač taka, on je pa tak. Tako gledamo na stvari. Dobro. No, evo, obdelali smo mamo, obdelali smo pevko, zdaj bi pa prišli še, ti si tudi igralka, ne, na zadnje. Se ne čutim, veš, to je tisti en film, pa filmska nagrada, pa neki teatra, malo, kakor je bilo, tega sploh ne čutim kot del sebe. Jaz sem šansonjer in pika amen, z dušo in srcem in čisto zares. To je to, to je moje delo, to je moje življenje, to je moj poklic, temu sem posvetila 35 let in sem to in nič več kot toliko. Res poslušam za tem, ker vse ostalo je del mladosti in tega sploh ne jemljem resno in ne spada nikamor, no. Jaz sem to, kar sem, jaz sem preplet poezije, preplet literature in glasbe. Dobro, mogoče, ko se ločim od odra, kar pa nameravam kar kmalu, ne nameravam umreti na odru, ne čutim te potrebe, se pa mogoče posvetim tudi pisanju, kar mi je velika želja, že zelo dolgo. Mislim, da je treba popisati zgodbo moje babice. Dedka sem nekako vrnila v zgodovino z monografijo, z bratom se dokumentarcu njemu naredila. No, to še bova, ja. Pripovedke obudila. Mislim pa, da je moja stara mama največji heroj moje družine in to mi leži na duši, mimo tiste hrane in kosili in vsega, kar sanjarim o njej, je nekdo, ki ga je treba spraviti v besede, mogoče na drugačen način, kot to dela moj brat, no. Veš kaj, jaz sem razmišljal, ne, ti imaš koroške korenine, a ne? Ja. Si rekla, da pa zaprav so te koroške pesmi, so ti nekje v ozadju. Pripovedke misliš? Ne, ja, pripovedke od Vinka Medendorferja starejšega, ne, to lahko rečem, da sem ob tem tudi jaz rastel, zanj sem najdel te njegovo knjigo iz leta 57, pri meni doma, ne. Super. Z rdečimi kletnicami? Ne, niso bile rdeče. Niso bile rdeče? Ne. Kjer razvedbo imaš? No, ti bom poskeniral, ti bom poslal. Skratka,
Razmišljam, da bi bilo fajn, da bi ti mogoče te ljudske koroške pesmi malo zbrala. Saj babica te je učila, pa bi mogoče naslednjo ploščo naredila te koroške ljudske pesmi. Veš, koliko idej je, ne? Ampak vseh jih ne moreš spraviti v eno življenje. Ne? Ko sem delala dokumentarcu mojemu detku, torej Vinku Möderndorferju starejšemu, to moramo zdaj prav poudarjati vedno, ker so potem ljudje malo zmedeni, ne vedo, za koga gre, ne? Ker je dedek je že davna preteklost. On je skratka bil zbiratelj ljudskega gradiva, ne, napisal, zbral Mojca Pokreculja nekova, ne, mislim, da ga ni otroka, ki ne bi poznal Mojca Pokreculja, ampak če moj dedek ne bi zapisal, je mi Slovenci ne bi imeli, ne. Pa Hvaležni medved, ta je meni, Ja. ta je moja. Precej jih je, ne, skratka, ampak no, te koroške pripovedke tako roko na srce, jaz sem z njimi gor rasla, pa sem se jih zelo bala, nisem bila zelo hvaležna stari mami, da mi jih je pripovedovala, ker sem bila otrok silne domišljije in te, ne, če veš, so precej strašljive, ne. Pa to je bil en tak Harry Potter mojega otroštva, žalik žene, smrti, škrati, vilenjaki, ne, zelo strašljivo je bilo vse skupaj. In on je bil izjemna osebnost, pač vihari časa, zgodovine, v takih časih je živel, so ga majčkeno po Inform biroju, ker je pristal na Golem otoku, so ga malo zredirali zgodovine. In jaz sem, ko sem z bratom delala dokumentarni film o njemu, sem na koncu zapela za Odjavno špico Rož pod Juna Zila. To je ena pesem, ki mi je stara mama pela zvečer, je bila zelo ljuba. Stara mama je res veliko pela, ampak ni pela samo koroške ljudske, daleč proč od tega. Stara mama je pela ruske romance, pela je razne balade iz tega njenega časa, pa pripovedovala mi je uroke, ki sem se jih tudi nasmrtvala. To je bilo eno tako že branje večerno. Ta družina mi je dala zelo veliko, pa se tega takrat nisem zavedala. Zdaj, ko sem posnela dokumentarni film o detku in ko sem odpela Rož pod Juna Zila, mi je brat rekel, joj, pa daj to nared, kako ti zdaj nared te ljudske, to je tako lepo. Idej je zelo veliko, ampak težko spraviš to v eno življenje, ne. Jaz imam v glavi še 3 projekte, potem bi se pa jaz umaknila rada z odra, ne, ampak to lahko pri nas v Sloveniji je zelo majhna, delaš na 2 leti. Zdaj, recimo je za menoj ta premiera z Janim Kovačičem, zdaj bova midva obredla te kulturnih domovih v Bonmajih te koncerte, v bonmajskih koncertih bova nastopala na 2 leti, potem je pa recimo čas za nov projekt. In jaz jih imam 57 in če rečem, da bi še 3 projekte naredila, zračuniva, koliko bom stara. Ne morem vse stlačiti naenkrat, ne. Tukaj so še 3-4 ideje, o katerih smo ravno z Janijem govorili, ampak močno dvomim, da mi bo to uspelo. Na koncu se pa odločam po srcu. Po nekem danem trenutku, danem času, neki lastni zrelosti. Jaz osebno pa mislim, da pri vsem tem je pa najbolj žalostno to, ne, da sebe čutim šele zdaj zares zrelo za oder, pa se že počasi umikam od njega, ne, ampak tega je bilo, da, kot rečeno, ne, če mogoče pa če 20 let, včasih si rečem, če ne bi 20 let vodila teatra, pa 15 let festivala La Vie en Rose, pa se ukvarjala z drugimi, ne, bi pa več naredila. Ne bi, ker to vse to je bila neka podstat za nadaljevanje mojega ustvarjalnega življenja. Vse to mi je nekaj dalo, nekaj je tudi vzelo, ampak to je vedno tako v življenju, vedno nekdaj dam, nek kompromis, nekaj narediš, nekaj odpade, to pač tako je bilo, ampak kot rečeno, ne nameravam do 80-ega, ne. Staram se jaz in stara se moja publika, tudi to je realno, ne. Nekako pa včasih imam občutek, da tudi to ni več moj čas, da ga vidim, čustvujem z njim drugače, razumem drugače. Čeprav nekako na koncertih vidim, prihaja veliko študentov, mogoče se motim, ampak pravim, notranje tako čutim, da 2 ali pa 3 večere največ, potem pa bo nek čas za umik in ne morem vsega tega narediti, ne. Idej je ogromno, ampak če samo tudi pomisliš na knjige, ne, tlele jih imam okoli sebe, pa še v zgornjem nadstropju, koliko je neprebranih knjig še, ne, koliko je še. Ne gre, ne, preprosto ne gre. Včasih si rečem, zdaj bom pa še enkrat vso rusko klasiko prebrala, ne. Ne pridem do tega. Ne gre vse naenkrat, ne. Ne gre vse naenkrat, ne. Lahko bi to, lahko bi ono, ampak ne gre. Deva še temu Vinku Möderndorferju starejšemu malo povedati, da bojo vedeli, ne. Saj zadnjič, ko smo imela z Vinkotom en večer, sem pol na koncu rekel, ne, hvala. Sploh mi ni povedal. Ja, o Andreju Gusarju sva imela en pogovor.
Aha, mi ni povedala, tudi to. Eh, Ne moramo si vse povedati. Ja. No, skratka, in pa na koncu sem rekel, no, hvala Vinko Medendorfer mlajši. Ne. Pa se mu tako fajn zdi, ne, prištano 60, da nekdo reče, si mlajši. Ja, tako, točno to. Ja. Ne, se pravi, jaz sem ob teh pravljicah rastel, glede na to, da je moja mama in babica, oziroma stara mama, ne, včasih smo rekli stara mama, ne, zdaj so pač, tega ni več, ne, zdaj so pač babice ali po imenu kličejo, ne, sem rastel ob teh koroških, ob teh koroških zgodbah in pravljicah in dejansko sploh nisem pravzaprav vedel, kdo je ta Vinko Medendorfer starejši, ne. Ampak je njegova zgodba impresivna, ne. Doma je iz Koroške, avstrijske Koroške. Slovenskega dela Koroške, iz Ilske doline. Iz Ilske doline, bila sta dva brata, eden je ostal v Avstriji in zdaj ta del družine je postal popolnoma nemški. On je se preselil v Prevalje in je ta del je popolnoma slovenski. Ne, čeprav v bistvu bil korenini, ne, in bil je učitelj, etnolog, napovej, no. Gradiva. Ja, torej rodil se je v Zilski dolini, slovenska družina v Zilski dolini in mislim, da ga je to zelo oblikovalo. Biti Slovenc takrat, na avstrijskem Koroškem pa res ni bilo lahko, to otroštvo je bilo pa pekleno. Jaz imam zdaj, odkar sem razodkrila to dedkovo zgodbo, zelo veliko stikov z koroškimi Slovenci in me zelo žalosti, ker stvari so se seveda bistveno spremenile, ampak ne pa korenito, ne. Sploh ni lahko biti zamejc, ne. Ne vem, kako je na italijanski strani, ampak tle na tej strani ni enostavno. Ni bilo in ni in ne vem, kdaj bo, če bo. To ga je zelo oblikovalo, zato ker se je moral zelo boriti zase, za jezik, zase, za svojo verodostojnost. On je šel, njemu je mama umrla, ko je bil še otrok, in potem je šel na učiteljišče v Maribor, to pa zato, ker ga v Celovcu niso sprejeli kot Slovenca. Sicer bi ostal tam, ne. Potem je šel v Maribor, tam je končal učiteljišče, potem je pa učiteljeval, bil je, moja stara mama je bila tajnica generala Maistra, kot rečeno, v Velikovcu se je pri uršulinkah šolala, pol pisala je z 10 prsti, tudi se še spomnim kot otrok, na pisalnem stroju je takole tipkala, ne da bi pogledala sploh na tipke. Bila je tajnica njegova, dedek je bil pa zelo ponosen Korošec in tak revolucionar, zaveden Slovenc in je prenašal iz cone A v cono B novice, bil je neke vrste bohun, ne. Našla sem tudi pohvalo generala Maistra za njegovo domoljubnost in kaj vse je naredil za Slovence in tako. Pol vemo, kaj se je zgodilo v plebiscitu, kot si rekel, en brat se je odločil, da bo ni Slovenc, ne, in od takrat sta prekinila stike. Jaz nisem v celem svojem otroštvu od nikogar v družini izvedela, da je moj dedek imel kakršnekoli sorodnike. Njega se ni več omenjalo. Tako zelo trmast Korošec je bil, ne, ker to, njegova mama je bila pa, njuna mama, no, je bila pa, torej moja prababica, je bila pa silna revolucionarka. Ona se je borila za ženske pravice, za slovenski jezik, za ženske pravice, za delavske pravice, zelo klena Slovenka, ponosna. In to je privzgojila tudi svojemu sinu, enemu ja, enemu ne. In to je mojega starega očeta očitno zelo prizadelo in so se čisto popolnoma razšli. Potem je spoznal moja stara mama, in potem sta se pa selila, ko praviš, Prevalje, po celi Koroški, takrat so učitelje pač poslali, ne, rekli so, no, zdaj pa ti tukaj učiš, no, pa so ga preselili, pa so rekli, zdaj boš pa tukaj učil, tako po potrebi, ne. In tako je pristal v Mežici, tam je spoznal Prežihova Voranca, postala sta najboljša prijatelja in nora kot sta bila, sta ustanovila stranko. Dedek je bil predvojni komunist. Moram reči, da so to bili zelo zavedni, zelo socialno osveščeni ljudje, brez slabega prizvoka, kot ga danes ima komunizem kot tak, ne. To so bili ljudje, ki so res reševali življenja. Namreč z rudarji v Mežici na tem koncu se je delalo strašno grdo. Ti ljudje so bili tako ubogi, revni, bolezni je bilo veliko, neizobraženi, zelo težko so živeli.
In dedek je ustanovil stranko z namenom, kaj da bi naredila s Prežikom Vorancem, ki je bil potem tajnik te stranke, da bi Angležem, ki so bili lastniki rudnika, končno od njih izposlovali delež od poslovanja, ki bi naj bi šel nekako v davek, torej, ki bi naj šel v občinsko blagajno, ker oni so pobrali vse, ljudje so živeli pa v revščini, tako zelo socialen je bil. In ker so ga imeli ljudje tako radi, mu je uspelo. To je bil velik škandal in kaj so naredili s tem denarjem. Ne vem, se spomnite še Jurija Gostinčiča, novinarja, zunanje političnega, imel je zelo specifičen glas, specifičen nastop. Torej, njegov oče je bil zelo dober prijatelj, inženir, zelo dober prijatelj mojega dedka in oni so skupili skupaj in so v Mežici naredili vodovod, zgradili so šolo. Arhitekt te šole je bil Čajko, to je bil, pravijo mu Maribor, štajerski Plečnik, Čeh. In to je še dan danes, po mojem mnenju, ena najlepših šol na Slovenskem. Res monumentalna, fantastična stavba. Zgradili so osnovno šolo, v osnovni šoli pa je dedek naredil gledališko dvorano, javne jedilnice, javne kopalnice, da so se ljudje končno začeli s higieno ukvarjati, da so se rešili uši, da so imeli prave obroke otroci, da so jedli toplo. In Gostinčič kot inženir je naredil vodovod. Še danes ta isti vodovod, ko v Mežici odprejo pipo, teče voda iz vodovoda, ki so ga ti zanesenjaki takrat zgradili. In seveda je prišel spor z oblastjo, tako da so ga poslali v zapor, on je bil zelo prebrisan in je napisal tako eno knjigico, Boj in pravica mežiških rudarjev, kjer je popisal vse te koruptivne politične zgodbe. In če danes pogledam, kar se danes dogaja, kar se je takrat dogajalo, ugotovim samo eno, da se iz zgodovine nismo ničesar naučili in da se to neprestano ponavlja in zato se meni politika kar precej upira in ne želim sploh imeti opravka z njo. Ni del mene, jaz sem ustvarjalec. Moj dedek je pa celo svoje življenje dal za neke ideale, ki so ga seveda samo njega in družino samo potapljal vsemu temu. V Mežiški dolini je dal ogromno. Potem so ga pa, in absurd vsega skupaj je, da je zgradil to šolo, ni pa niti en dan v njej učiteljeval, ker so ga takoj preselili drugam. Potem je šel po Šentjur pod Kumom in je tam spet delal čuda, spet vzgajal otroke na neverjeten način. Bil je tak šolski reformator, res pravi reformator. Imam njegove kronike, šolske kronike, ki jih je pisal in jih ta šola tudi hrani v Šentjurju pod Kumom, kjer piše palica, naj bo samo za opozorilo, ne za tepež. In starši so se hodili pritoževati, češ da ne dovoli več otroke teps, da ima preveč knjig. Bil je zelo poseben entuzijast. Tam je seveda spet prišel v stik, kratek stik z oblastjo, ker je cerkev si hotela prilastiti neko šolsko zemljišče, kjer je on hotel, da bi bilo za otroke igrišče in da bi otroci sadili jablane in da bi se učili pridelovati na zemlji, karkoli že pač. In potem je šel v Ljubljano in se je zgodila vojna in potem je med vojno cela družina delala v OF. Moram pa še povedati, da kako so živeli v Mežici za voljo njegovega altruizma, so bili kar naprej v neki ilegali, ker je bil pač sumljiv patron, kaj vse je hotel spremeniti, pa hotel je ta denar od kapitalistov dati ljudem, pa zgraditi to, kar je tudi naredil. Tako da kar naprej so imeli neke ilegalne sestanke, se skrivali in moja stara mama je imela eno stensko uro, ki je dobila kot najstarejša hči v družini, imela stensko uro v hodniku in imela en kovček, v katerem je imela vedno pripravljene najnujnejše stvari za otroke, če bo treba bežati. In potem so eno noč prišli in so rekli mi, da beške pote prihajajo enkrat proti jutru. Ne vem, če si lahko predstavljate v 20 letih tam prelomu stoletja, kakšne zime so bile to pod peco, strašne zime. In vsi tri otroci bili bolni, zdaj bratranci mi pravijo, da so imeli meningitis, moja stara mama mi je rekla, da so imeli škrlatinko, zdaj skratka, bili so bolni, ne bomo verjetno nikoli zvedeli, kako zares bolni. Pa ona je pograbila otroke, to uro in ta kovček in so bežali. Uro zakaj? Da jo bo prodala, če bo treba, da bo imela za kruh pa za mleko za otroke. In so se zatekli tam v gozdove sredi zime in je otroci imeli visoko vročino in tam našla je nek samostan in kot rošulinka šla tja, rekla, vse otroke mi vzemite, pridem nazaj po njih, otrok komunista ne bi noben vzel takrat na dom si ne bi noben upal.
In ko pa šla nazaj po njih, ko so stvari umirile, so bili vsi 3 gluhi. Uglušili so. Ni bilo zdravil, ni bilo antibiotikov, imeli so visoko vročino in tako se je zgodilo. Zdaj, če si predstavljaš, kako je bilo težko živeti s tem Möderndorferjem, neprestano v strahu, neprestano v nekem begu. Potem pa 3 gluhi otroci in moja in Vinkova mama, ki se je rodila leta 37 kot zadnji otrok, edina slišeča v družini. Tako da sem odraščala stara mama z 2 gluhima tetama, ki sem jo oboževala. Še ne vem, če sem kdaj pripovedovala tudi tebi, da sem se od tet naučila nekaj zelo bistvenega za moj poklic. Naučila sem se govorice telesa. Jaz jo prepoznam nadaleč, ne. Jaz lahko intuitivno ocenim, ko opazujem človeka, ali mi kaj prikriva, ali je nervozen, ali kakšne čustva se v njemu zbirajo. To znam preprosto prepoznati, ker sem rasla s tišino in smo se prepoznavali po odzivu telesa. Zelo dolgo, ne. Preden sem se naučila govoriti lastnega jezika, sebe poznati in tako sem najprej poznala tebe. In ta govorica telesa mi seveda tudi danes pride zelo prav na odru in marsikdo mi tudi reče, da imam ekspresivno govorico telesa ravno zaradi tega, ker je tako nekako v meni zrasla, ne. Recimo moji 3 bratranci vsi govorijo z rokami, pa so vsi 3 slišeči, ne. Stric je bil pa gluh, ne. Ampak oni govorijo z rokami neprestano, ne. To je nekaj, kar se ti vsedi tako kot en drug jezik, tvoj notranji jezik, tudi materni, ne. In zdaj, ko so prišli v Ljubljano, se je zgodila vojna in OF in oni so delali ilegali in moj stric je bil ilegali in potem so mojega strica ujeli, Italijani, in so ga zasliševali, na kar se moj stric naredil neumnega, ker je bil, kot češ sem gluh, nič ne vem, pa prišel en oficir pa rekel, pa glejte, sem pogledal kartoteke, pa njegov oče je problematičen, ne, ta je nek čudni revolucionar, ne, skozi dela težave, ne, pa oba imate isti ime, Vinko Möderndorfer, namreč vsi starejši moški v družini so same Vinkote imamo, ne. Jaz sem prekinila to tradicijo, moj starejši sin je Gašper. In so rekli, mi se motimo, ta je gluh, ta nič ne ve, ne. In so prišli domov in so popokali dedka in so ga odpeljali v taborišče v Italiji, v Renici. Kapitulacija Italije, dedek pobegne iz taborišča, peš pride v Ljubljano. In kam? Direkt v partizane, seveda, ker se je moral skrivati, ne. In sta se tam s stricem srečala, ker stric je pa tudi po tistem, ko so ga spustili, takoj zbežal v partizane, ker je rekel, če me zdajle niso ujeli, me bojo pa naslednjič, ne. In je moja stara mama ostala z 2 gluhima hčerkama, ki sta neprestano delale za OF, in z mojo mamo, ki je bila še otrok, ne. In konec vojne. In ta altruist, neumni, ne, pride z vojne domov, misliš, da zdaj smo pa svobodni, zdaj imamo pa svoj jezik, on le prihaja iz koroške avstrijske strani, ne. Torej, zdaj imam pa pravice, ne, kot Slovenc. In seveda, pošten kot je bil, ni bil za te agrarne reforme in za plenjanja in za te novodobne velike apetite novih oblasti, ne, ker je pač politika taka, kakršna pač je, kot rečem, nič se nismo naučili zgodovine. In entuzijast tak, kakršen je bil, seveda ni mogel v tem prostoru obstati na ta način, ne. In so ga spet popokali in potem je reševal Mohorjevo založbo, še to moram povedati, ker so jo hoteli kar ukiniti. On je pa nekako uspel agitprop prepričati, da pa to pa ne moreš ljudstvu kar vsega vzeti, nekaj mi je pa treba tudi dovoliti, ne. In potem so naredili zadrugo iz tega, ne, ko je Mohorjeva preživela. On je tam tiskal Prežihovega Voranca na veliko, tako da mu je Voranc lahko hvaležen za vsa tista dela, ki so tam išla. Potem je Voranc zbolel, dedka so popokali v zapor in tako je pristal na Golem otoku, in ko je prišel z Golega otoka domov, je samo še kadil in pisal in to je bilo to. In potem je umrl moji materi na rokah 10 dni pred rojstvom mojega brata. Moja stara mama se je pa izborila, da je ljudska medicina pri Slovencih, ki je kultno delo, etnološko, izšla, ker mu jo na SAZU-ju niso hoteli izdati in so ga maltretirali do zadnjega s popravki in s tem in z onim in dedek ni bil šolani folklorist in etnolog, ker ni mogel biti, ne, bil je učitelj in med tem so se zgodili vihari časa in vojne in to mu je ta akademska elita precej učitala in so ga precej matrali, no, tako da je to delo po zaslugi Vilka Novaka potem posthumno išlo in predvsem po zaslugi moje stare mame, ki je neprekinjeno hodila v Ljubljano in je vztrajala in je to išlo. Zdaj pa vse to, kar jaz prepovedujem, morate vedeti, da jaz nisem vedela praktično do pred 10 leti. V moji družini se ni o tem nič govorilo, potem je pa prišlo neko obdobje, ko pride človek do neke, vem, se to zgodi, najbrž se zgodi marsikomu, no, meni se je zgodila tam ena taka, ena kriza identitete, bi temu rekla, ko me je začelo
zelo matrati, kdo, kam, kje, korenine, izvor, tu imaš svoje otroke, rad bi nekaj razčistil. Najna mama moja in Vinkova je bila precej izgubljena v vsej tej zgodbi, tako da od mame nismo imela dosti, v bistvu so me res vzgojile tete in babica. Mama je umrla, tete so umrle, ne, za vse sva poskrbela, ostala sva sama, jaz in Vinko. Ne. Ta kriza identitete, ko imaš svoje otroke, po moje je bila neminovna vprašanje, kdo sem, kaj sem, kam spadam, zakaj, čemu. Želiš, da bi otroci tvoji vedeli, kako in kaj, ne, če že sam kaj ne razumeš. In tako sem začela raziskovati in to je trajalo 5 let. In šla sem pa popolnoma naivno, sem pisala v zgodovinski arhiv, češ, jaz sem vnukinja Vinka Möderndorferja, rojenega takrat in takrat, bi jaz lahko prišla v arhive malo pogledati, kaj je dedek delal, bil je etnolog, napisal koroške pripovedke, Mojco Pokreculje, konc, to je bilo vse, kar sem vedela. Da pa je bil na Golem otoku, sem pa vedela, to sem pa zvedela par dni pred smrtjo stare mame, to mi je ona povedala, jaz sem bila stara pa 17 let, pa tega nisem niti prav razumela te informacije, ne. In ta podatek sem navedla. In oni so mi pisali, seveda, kot vnukinja imate vso pravico, pridite in pridem jaz ta zgodovinski arhiv, ne, kjer seveda zgodovinarji popisujejo, pregledujejo, vse je tiho v tej knjižnici, zelo resno, popolnoma nevedna, kaj zdaj sploh iščem, ne. In tam me je čakalo 8 škatel, meter krat meter. Jaz sem bila čist pav, tako, kaj pa naredil ta človek? Mislim, da je grozljivo, kaj pa naredil, ne? 8 škatel. No, pa se pa začelo to raziskovanje, ki je bilo čisto naivno v štartu in iz tega je šla potem, da sem zbrala, v bistvu sem v tem raziskovanju v 5 letih našla njegovo rojstno hišo v Zilski dolini. Dosegla, da sem šla v Mežico s takim pokom materialov, dala pred župana na mizo in sem rekla, a vi veste, kaj je ta Möderndorfer za vaš kraj naredil? Noben ni vedel nič. In sem rekla, ta vodovod, ki ga imate, ta šola, ki jo imate, tole, kar imate, skratka, ne, s tem županom. Mislim, jaz sem takrat, zdajle govorim neprestano, takrat sem pa pod čustvenim pritiskom vsega, kar sem raziskovala, govorila neprekinjeno 2 uri. In rekla, ta človek si zasluži spomenik pred šolo, da se ve, kdo jo je zgradil, en dan ni v njej učil. Ti otroci, ki hodijo v to šolo, morajo vedeti, komu so lahko hvaležni. Morate biti ponosni na tega Möderndorferja, on je v tej Mežici reševal ljudi in tako smo tudi naredili. Tako da sem pol postavila kip doprsni, ki ga je Mirsad Begić oblikoval in zdaj stoji pred šolo in otroci vedo, kdo je Vinko Möderndorfer starejši in še lepše, ne, ravnatelj te osnovne šole me pa neskončno s tem razveselil. Od takrat naprej, 2014, ko smo postavili ta spomenik, v šoli podeljujejo Möderndorferjevo plaketo devetošolcem za, ne vem, uspeh učni, pol pa Möderndorferjevo značko, za to pa za ono, blazno lepo. Meni je to tako, če mi kdo reče, grem na Koroško, pa reče, da gre v Črno, rečem, no pa vstav se pred šolo, pa poglej to lepo šolo, pa mojega dedka pozdrav, ne. Tako da, to sem naredila, pol pa sem zbrala celo zgodovino njegovo in sem šla od etnologov do zgodovinarjev, do vsakega posebej. Tako sem bila pod čustvenim naponom vsega tega, da mi nihče ni mogel odreči. Ja, meni ni mogel nihče reči, ne bom napisal tega članka, ne, za monografijo. Mislim, to, meni niso mogli reči ne, ker je to postala moja življenjska obsesija. In zakaj? Da povem, kaj je bil tisti vzgib, ki je bil najtežji zame, prebrati nekaj tisoč strani zaslišanj z Golega otoka. Jaz tega ne privoščim nikomur. To je bilo tako težko, to je tako bolelo, to je nekaj tako grozljivega, tega ne privoščiš nikomur. In takrat sem si pa rekla, ne, njega bomo vrnili nazaj v zgodovino, njega, njegovo ime, pravici pa mora biti zadoščeno, ne. In potem so mi na narodopisnem oddelku se zelo šli na roke, takoj so bili vsi za, tako da za sodelovanje, tako da sem pa zorganizirala z vsemi, ki so potem pisali članke, naredili smo monografijo in ta monografija v mojem dedku, čakaj, tlele bom pokazala. No, naj vmes povem, ne, Vita, to si 5 let delala, ne? Ja, 5 let, evo, to je ta knjiga, ne, kjer je moj brat on je napisal ta citat, en blazno lep naslov, ki pravi, kar ustvariš, ostane, svetu cvet, tebi rane. Ta naslov, ta citat pove vse o mojem dedku in o mojem družini in o altruizmu, entuziazmu in tako naprej, ne. In skratka,
5 let je vse skupaj trajalo, postavil se je spomenik, išla je ta monografija, ta knjiga je zdaj del Zupaničeve knjižnice na etnologiji, kar pomeni, da se študentje danes iz tega gradiva lahko učijo, ne. Lahko delajo diplomske naloge na to temo, karkoli, ne pač. Potem sva pa z bratom, ko je bil že ves ta material zdan, sva pa tudi posnela dokumentarni film za RTV Slovenija, ker sem tudi tja šla na umetniški program in rekla, glejte, that's it, to je to. Jaz mislim, da si to zasluži dokumentarci. In potem sva naredila film. In jaz sem odložila to breme iz sebe in mislim, da sem boljši človek in boljša mama in boljši prijatelj in boljši partner, nekako so se vsi duhovi pomirili. Tako se mi zdi, da sem stari mami vrnila vse tisto, kar je pretrpela v življenju, ne. Pretrpela je pa ogromno, ampak pretrpela, ne. Zdaj, mogoče se to sliši trpko, jaz doživljam to njeno pot da je bila trpka, ampak ne. Moja stara mama je živela po etičnih merilih njenega moža, bila sta popolnoma kompatibilna in sta se dopolnjevala v razmišljanju, imela je visoke moralne imperative in najlepše od vsega, ko se je poslavljala od sveta, to je bila sobota, jaz sem igrala v amaterskem gledališču v Celju, tam pri Celju, neke vaje smo imeli, sem prišla pozno po noči domov, imela težave s srcem, zaradi embolijo je potem tudi umrla, ker zaspala je, v soboto sva govorila nekje do jutranjih ur, torek je babica zaspala in takrat mi je v nekih koščkih mi je razložila življenjsko zgodbo. Kot rečeno, nisem se zavedala točno, kaj pomeni ta Goli otok, bila sem premlada in v tistem času se o tem ni govorilo, ko sem pa govorila z gospodom Jurjem Gostinčičem, sem ga vprašala, a je vaš oče je bil najboljši prijatelj mojega dedka, skupaj sta zgradila vodovod v Mežici, ne, tudi skupaj sta na Golem otoku zaradi iste stvari pristala, pisala sta neko pismo naivno, vsem CK-ju, Titu, tem, onim, tretjim, ne, kako vse narobe in seveda so jih pohopsali, ne. Zdaj, a vam je vaš oče kdaj o tem pripovedoval? In je on rekel, veste, jaz sem to pismo, ne, ki je bilo ključno, da je pristal na Golem otoku, tudi sam potem našel v arhivih. Vi morate vedeti, Golo otočani o svoji usodi niso govorili, ni se govorilo o tem, tudi jaz ne vem nič, razen tega pisma, ki me je mučilo, zakaj je pristal na Golem otoku, nisem vedela nič. In stara mama, ne, kot rečem, v nekih kratkih segmentih mi je majčkeno opisala to pot, ampak kaj hočem reči, ne, kot pravim, da je precej trpko življenje bilo to, ne, in zakaj si zasluži z moje strani moja posebno pozornost, zato ker za dedka smo naredili vse, potem si pa jaz včasih rečem, Matonca, ne, ampak glavni heroj zgodbe je pa pravzaprav ona, ne. Vzgojiti te 3 gluhe otroke, plus najino slišečo mamo, potem pa še 2 vnuka, ne, to je neverjetno, ne. Zelo močna ženska je bila in nekako sentimentalno si zamišljam, da sem cela ona. Včasih mi brat pravi, da mogoče zato, ker smo tako navezane na njo in smo tako zelo blizu sva si bili, mogoče tudi zaradi tega, ker sem to zgodbo raziskala, ampak sebe zelo vidim v segmentih nje, te energije, te topline, ki jo je imela, te neke trme življenjske, no, lahko temu tako rečem. No, ampak kaj hočem povedati, pred smrtjo, kaj je rekla, ne? Jaz sem tako bila frapirana, v Celju smo imeli, ne vem, mislim, da je bila to edina slaščičarna, 2 Albanca pa Kijevič, vem, da so bili Kijevič, kar smo tja hodili po sladoled. In ja, stara mama je imela blazno rada šamrole, to so te listnato testo pa sladek beljak noter, ne, napolnjen. In ona je to noč nabavila te šamrole, čeprav nisem imela jesti sladko in me je čakala, da sem prišla s te vaje domov. Potem smo do poznih jutranjih ur govorila, kar ni bila navada. In ko je nekako v nekih segmentih približno povedala to življenjsko zgodbo moje družine, z namenom, da bi to jaz razumela, ker je rekla za mojega brata so potem, ko je tako umrl 10 dni pred smrtjo, ne, dedka, pa so mu dali tako ime Vinko, seveda, in tako od mojega brata so tako te ženske jemale gor kot eno reinkarnacijo starega Medrendorferja, res, tako so ga ujčkale, jaz sem bila tako ekstrovertirana, skozi na dvorišču, med fanti, brat je bil pa vedno mal zamišljenega, res bodočega pisatelja verjetno, no, jaz ga sicer nisem tako doživljala kot otrok, ampak okolica ga pa je, no, sploh te tete pa stara mama so ga tako imela, in stara mama je rekla, veš kaj, ti kot ženska to moraš vedeti, ne, moški, glej, moški to ne znajo, za njih pol žene poskrbijo, a veš, ženske pa moramo to imeti vse v rokah pa obvladati, ne,
ti moraš kot ženska to vedeti. Pa nisem dosti tega razumela, ampak govorila je pa na en impresiven način, bila je zelo karizmatična oseba, na en tako impresiven način, da so ti stavki dolga leta za menoj prihajali. Mogoče bil to tudi razlog, da sem potem hotela raziskati to zgodbo. In kaj hočem povedati, no, za zaključek, da je stavek, ki se me je zelo dotaknil. No. Jaz sem seveda ostala paf v tem pripovedovanju, ne, kaj vse se je približno vsaj dogajalo. Ne. Zelo malo sem vedela, zelo malo. Tudi marsikaj nisem razumela. Rekla je, veš kaj, moje življenje seveda ni bilo lahko, ne, ampak veš kaj ti povem? Sem pa postala taka krasna ženska. In jaz moram reči, no, vidite, jaz ostanem ganjena, še dan danes pri tem, ne, stara mama je imela 80 let, kaj je to rekla, ne. In jaz mislim, da si ena ženska, ko zaključi eno celo svoje življenje, da pri 80-ih s takim ponosom reče, brez pritoževanja, brez obtoževanja, nikoli v življenju nikomur ni rekla nič slabega, nikogar ni obtožila, za nikogar ni rekla, to so nam naredili, on so nam naredili, nič, nikoli nobenega sovraštva. In ko zaključiš to 80-letno življenje, rečeš, ampak veš kaj, ne, je bilo vredno, ker sem postala taka krasna ženska. No, si rečem, če se bom pa jaz pri 80-ih takole zbogala z življenjem, pa lahko rečem, da sem vse naredila. To se me je zelo dotaknilo. Evo, to ko moji Möderndorferski družini. Brane že dolgo drži roko gor, po mojem ga že vse boli. Izvoli, Brane. Ravno pa še tudi v ta trenutek. Vita, ponovni primer, kako je svet majhen. Ko je vaš dedek prišel v Šentjur pod Kumom, je bil učitelj Zvonkine mame. Nemogoče, Zvonka, res. Zvonka je vas učila, vaš dedek pa njeno mamo. Nemogoče. Prav, majhen je svet. Moja mama je poznala vse vaše, jaz sem pozabila, kak je bilo tetam ime. Duša pa Mira, Dušana pa Mira. Mira, ja, pa Vinko. Pa Vinko stric, ja. Zobozdravnik. Ja, zobozdravnik je Ja. bil. In poznala je vse in enkrat smo se z eno od teh tet srečali v Celjski bolnici. In je mama, ne vem, kdo jo je spremljal, moja mama je stopila k njej in je rekla, a veš, koliko let jo ni videla, desetletij, je rekla, tole je pa ena Möderndorferjeva. In je stopila tja in se je predstavila in sta se spoznale po to. Ja, so se igrali zunaj, ne. Fantastično. Gluhe so bile in so si jih vsi zapomnili. Ko sem jaz delala to raziskavo, detko, pa sem pripravljala simpozij, ne, je bil en velik članek v Delu o temu, in potem sem peljala družino mojo gor, pa brata, pa vsi smo šli tja, sem šla pokazati, ne, to detkovo šolo, pa tako, pa z bratom smo šla pogledati tudi zato, ker smo pol tudi snemala film, smo šla teren si pogledati šolo in tako, in gremo tako čez gozd in pride ena gospa, ena starejša gospa in stopi k meni sredi tistega niča, no, vas, hrib, nikjer ni bilo nobenega človeka, sredi tedna, in stopi k meni in reče, vi ste pa od Möderndorferja vnukinja. In jaz sem stala tako paf in reče, a veste, moj stric, ne, ki so jih gor, so jih vse izselili med vojno, ne, v Šentjur pod Kumom so spraznili Nemci. Moj stric je šel v Ameriko, ne, in ko sem bila otrok, mi je prinesel iz Amerike knjigo od vašega dedka Koroške pripovedke in je v njemu govoril, je rekla, glejte, jaz vam to ne morem opisati, moj stric se ne bi nikoli šolal, nikoli ne bi, bili so kmetje, bili so hlapci, ne, hodil bos, ni imel čevljev, vse so takrat vsi hodili bosi, no, ampak zelo revni so bili, ne, in on je prihajal, dedek je šel k njim domov in je njegovim staršem rekel, morate otroka poslati v šolo, morate ga, in to dan na dan, tako da so potem popustili in so ga pustili otroka, da je hodil v šolo, pa v Ameriki pristal in tako pa prinesel Koroške pripovedke, rekel, da ni bilo tega človeka, ne, jaz se ne bi nikoli šolal. Tako da tam v Šentjurju pod Kumom je pa zavest, za razliko od Mežice, ne, je pa zavest zelo močna. Tudi ne samo to, snemava z bratom film in greva tako pod hrib in sta dva hribčka, tako desno levo, ena bela cestica in hočeva s kamero gor posneti šolo in cerkev in župnišče, ne, tak lep kader je bil, ne. In pride ena zgrbljena starka z eno samokolnico, počas gre in jaz rečem, joj, to je pa groza, zdaj bo pa hodila 4 ure čez tale kader, ne, mi moramo pa posneti, ne.
In grem jaz do nje in rečem, gospa, a mogoče vam lahko pomagamo, ne, da bi tole mit hiter čez peljali. In ona me tako pogleda, jaz bi rekla, da je imela 90 let, in reče, vi ste Möderndorferjevi, vaš dedek je pa me naučil pa moja sestra. Jaz sem pa čist pafno. Mislim, to je pa sploh neverjetna informacija. Torej si ti celo moje otroštvo, celo mojo osnovno šolo si vedela že takrat, ne, da je tvoja mama dedek moj učil ali ne. Mi to ni nikoli nihče povedal, recimo, to se mi zdi tako. Nihče mi ni pristopil, ko sem bila otrok in rekel karkoli o teh mojih Möderndorferjih. Nič nisem vedela. Kaj da bi me hotelo eni vatki držati. Se verjetno je to naravno, da svoje otroke hočeš čuvati, pa pol neprijetnih stvari ne prepoveduješ, ampak nihče mi nič ni povedal. Zdaj, v tem odraslem obdobju slišim toliko enih zanimivih informacij, kar naenkrat se je začelo odpirati. Recimo, ne vem, ne, da mi moja učiteljica danes po tolikih letih reče, glej, moja mama je bila pa, ne, a to je fantastična zgodba, ne. A jaz lahko za sekundo počakajte me, ker moram govejo juho ugasniti. Res jo moram. V redu. No ja, evo, mislim, da je tole ena fajna Zoom kavica. Tako da dajmo počakati, bomo pol tole malo ven izrezali. Tako da, ja. A ima kdo? Evo, super. Evo, Vita, moram ti povedati nekaj, ne, zdaj sem se spomnil, ne vem, če sem ti jaz to povedal, ne, ampak oče od Mojce je bil tudi v Reničiju, ne? Ja, dedek je bil v Reničiju, namesto strica, ne, njega so takrat aretirali. Ja, tvoj, ja, ampak oče od Mojce, od moje Mojce je bil pa tudi v Reničiju. Ne, mogoče. Ja, to imamo še celo neki, ne, tako da v bistvu vse skupaj, kako smo prepleteni, ne, in najini otroci so bili sošolci. Ja, starejši sinova sta bila sošolca in sta še zdaj prijatelja, ne? Ja, tako, ne, skratka, kako se ta zadeva nekako prepleta, ne, ta človek ne more verjeti, ne. Ja, to je meni najlepši sestavni del življenja, ne, tudi za mojo ustvarjalnost zelo pomemben, ne. Kako se življenje, zato mi tudi literatura toliko veliko pomeni. Eno obdobje je bilo, ko sem brala vse o drugi svetovni vojni. Ti odnosi, te usode, te zgodbe, kako se ljudje srečajo tukaj, tam, 5 generacij mine, pa prideš do nekih spoznanj. Ampak spoznanja so v bistvu ves čas v nas samih, ne. Mi prenašamo naprej ta DNK, ne vedoč, kaj vse je v ozadju, ne. Jaz, ki sem pa ustvarjalec, ne, pa iz tega črpam. Meni so te življenjske zgodbe zelo pomembne za nek moj lastni razvoj, no. Ampak veš kaj, Vita, še zmeraj me pa muči ta tvoja nagrada, ki si jo dobila na prvem srbskem festivalu filma. To je bil pa zadnji valček v Sarajevo, a ne, dogaja se tik pred atentatom v Sarajevo, a ne. Daj povej to zgodbo, mislim, to je tudi ena taka zanimiva zgodba. Ja, film je pa tako za nas, da me je prav grozen, no, mislim, sploh ne maram o tem govoriti. Film je taka katastrofa. To je tako, če to danes v današnji filmografiji gledaš, to zaprašen jugoslovanski film, imaš občutek, da gledaš neke slabe posnetke iz leta 1920, no, mislim, obupno. Ni mi ljub ne film, ne moja vloga, ne nič, ne, ampak zgodba je pa seveda zanimiva. Ja, leta 90 se je, a smo že 90 snemali, ja, 90 ali pa leto pred tem, ali pa pol leta pred tem, Arsen Dedić me je poklical in je rekel, slušaj, mala, ja, ti radim muziko za eden veliki jugoslovanski film, ne, to je vloga ene madžarske židovke, ki je špijunka med, taka Mata Hari, med Avstro-Ogrsko in takrat mlado Bosno, ne, in zgodba govori o pripravah na atentat na Ferdinanda, o Gavrilu Principu in tej njegovi kliki, teh mladih entuzijastičnih fantov. In vloga je te madžarske židinje, Eržike, ki v nekem kabaretu poje in pleše in nastopa, tako malo kopija Lajze Mineli pa kabareja, ampak na en tak naiven balkanski način, se pravim, da nisem prav navdušena, ne nad vlogo svojo, ne nad ničemer. In ona špionira in potem se pa zaljubi v glavnega protagonista filma. Glavni igralec je bil pa Davor Janić, ki je pa tudi zdajle, nažalost, pred kratkim umrl. Takrat je bil velika jugoslovanska zvezda, pa se je vojna zgodila, če se ne bi ta fant naredil kariero v tujini, zagotovo. Izjemen igralec, no, v glavnem on igra pa sina ene bogataške družine, ki se je navdušen cineast, navdušil se je nad
prihodom kina, ne. In ga mlada Bosna, skratka, ti teroristi, ne, mladi ga angažirajo zase in mu povedo, kaj bo naredil, da bo naredil atentat na Ferdinanda in mu točno povedo, kje se bo zgodil, kje bo Gavrilo Princip prišel, kje bo ustrelil in on je stal na pravem mestu, na pravi točki, na balkonu, kjer je to snemal. Mi vemo, da originalen posnetek atentata na Ferdinanda je spravljen v Marseju. In režiser tega filma je pa zgodovinar bil, Vojni Nikola Stojanovič, ki je napisal scenarij in je trdil, da je film je seveda fikcija, je pa menda povzetek resničnega dogodka, resnične zgodbe tega cineasta, ki je to zares posnel in smo lahko njemu danes hvaležni, da ta posnetek obstaja, ne. Točno je vedel, kako postaviti kamero, da je posnel atentat. To je trdil režiser, zdaj, če je res, ne vem, nisem nikoli preverjala. V glavnem, jaz igram to Eržiko in ker je bila to v glavnem pevska vloga, ne, mislim, strašno mi je govoriti, ker je 3/4 je že pokojnih v tem filmu, no. Drago Boldin, velik, znan koreograf, je delal koreografije za to, potem Arsena več ni, režiserja več ni, Davor je zdaj umrl, strašno. No, v glavnem, jaz sem preživela 2 meseca v Sarajevu, kjer je potem Arsen snemal glasbo, pa smo snemali vokal, pa smo vadili koreografijo. Zelo smo garali v nemogočih pogojih, kajti Jugoslavija je bila tik pred razpadom in odnosi so bili že zelo slabi. Vlogo sem pa dobila na tak hecen način, Arsen Dedić me je poklical in rekel, slušaj mala, za 10 dana dolazi režiser, se že vsi znamo govoriti, ne, ali ne povem po slovenski, se mi pravzaprav vse, da preklopim na ta stari jezik, ne, za 10 dana dolazi režiser v Zagreb, v Jadran film, ne, in bo audicija za to vlogo te Eržike, ne. Prijavile se bojo na audicijo vse jugoslovanske igralke. Jaz sem rekel, ima jedna mala Slovenka, to je edina, ko može to da glumi, jaz sem te predložil in pa rekel, zdaj pa glej, da se naučiš, da boš znala in da dobiš in da me ne sramotiš, ko sem te predlagal. In sem jaz dobila te tekste in te blazne stvari v roko in so bila čisti sebe. Pa sem hodila vaditi, pa Arsen je prvi song, ki ga je napisal za to vlogo, pol vsem igralkam predstavil, smo se morali to naučiti, sem hodila k njemu domov in sem smislila, tega biti, kaj to, cela Jugoslavija bo tle, jaz tle ne moram vloge dobiti. Ma nekim, kaj sem si mlad, pa nor, pa kar greš, ne, na audicijo, danes ne bi šla tako zlahka, ne, takrat so šla pa kar zlahka, ne. Več, ko imaš izkušenj, večjo odgovornost čutiš do sebe in se ne spuščaš več zlahka v nič, ne. Meni je vse težje iti na oder, takrat sem pa kar šla kateliček, ne. Pa vem, da me je bilo strah, pa ne vem, ni me bilo strah audicije, bala sem se Arsena. On je bil, njega sem se pa res bala. On je bil tako, kakor je bil blag, je bil tudi tako zelo oster. Enkrat sem zamudila na vajo, ne, ne, nisem zamudila na vajo, nisem prišla pripravljena na vajo, ne. Ni mi šlo, preprosto mi ni šlo, ne. Pa jezik, pa vse skupaj, vse me matra, ni mi šlo. In on mi je takrat rekel, mala, ona mene je vedno klical mala, do zadnjega sem bila za njega mala. Mala je rekel, na vaje se hodi utrjevati znanje, uči se pa doma. Mene je takrat tako vrgel, jaz v življenju več, nisem prišla na nobeno vajo nepripravljena 100%. Dobesedno, na vaji se utrjuje, doma se pa vadi. Jaz tega nisem več ponovila, jaz sem se ga tako bala, jaz sem imela tak rešpekt pred njim. In z glavo skozi in dobila vlogo, glavno, ne, totalno šokirana, ker je bil to zadnji veliki jugoslovanski spektakl, v katerem so igrali srbski igralci, bosanski igralci, jaz kot Slovenka, cela Juga je bila v tem filmu in tudi tak filmski spektakl, ne. In potem sem preživljala kar nekaj mesecev v Sarajevu, zelo naporno, Arsen je bil ekstremno zahteven do mene, ekstremno, tako da sem neprekinjeno jokala, tako da me ni nihče videl, seveda, ampak res je bilo naporno. Povrh tega so se pa začeli krhati odnosi in takrat se je še snimalo na filmski trak in to je izgledalo tako, snemamo, ne vem, eno zelo zahtevno koreografijo, plesno glasbeno pevsko točko, prileti producent, ki je bil musliman, režiser je bil Srb, pa vsi Sarajlije iz Sarajeva. Pride, stavi kamero, pok, vzame en film, pravi, nema više para. Pa smo čakali 5 dni, a bomo snemali naprej, a bojo pare ali ne bojo pare. Tako da, pa štrajkali so že, pa težko je bilo, pa marali se niso med seboj. Mene so skozi klicali Slovenka, Bog me ni poklical po imenu, ne, tako ni bilo luštno, no. No, in se ta film posname
enormno enega materiala, res velika, težka, zahtevna vloga. Jaz pa tudi skozi v prepiru z režiserjem, ker je bil zgodovinar in ni imel te realne filmske percepcije, in sva se neprestano prepirala. Jaz trmasto stala za svojim, tako da ni bilo luštno, ni mi en tak neprijeten priokus je postal predvsem, in zdaj se mi je, da je vse skupaj za nič, no. Še zdaj se mi zdi, da sem jaz za nič v tem filmu, čeprav je, da nisem, ampak meni se zdi obupno. Samo enkrat sem ga pogledala. In pa se pa zgodi vojna, ne? In film zgine. On je hotel narediti nadaljevanko, ker je bilo toliko materiala, torej nadaljevanko se je zmenil na televiziji Sarajevo, da bo nadaljevanko naredili, pa še film, ne? Potem. In tako da je, ker je bil pa to filmski trak, so se pa filmski trakovi seveda takrat razvijali, ne? Nekaj je šlo v Zagreb, v Jadran film, nekaj v Budimpešto, nekaj materialov je stalo na televiziji Sarajevo, ker je bila pol zbombardirana tudi, tako da jaz sem na ta film pozabila, vmes se je zgodila vojna, Jugoslavija se razpadla, pač sem rekla, vojna je naredila svoje, pa sploh več nisem razmišljala o tem filmu. In minejo leta, mislim, da je bilo to 2007, ja, 2007, torej predstavljate si, 90 sem snemala, ne, koliko let po filmu, 2007 grem po Čopovi, imam že drugega otroka, ga dražim 2 leti, teater, mislim, ne, imam že neko narejeno osebnost, ne, in zazvoni telefon, mobitel na Čopovi in nekdo reče, dober dan, a ste vi Vita Mavrič, jaz sem pa ta in ta, vas kličem iz Beograda, bi vi lahko prišli jutri v Zagreb, a bi vi lahko prišli jutri v Zagreb, v Jadran film, veste, mi smo po vseh teh letih, jaz sem producent filma Bele pop, ki ste ga vi snemala, 90 leta, mi smo film našli in smo ga skupaj zmontirali in smo ga digitalizirali. In zdaj bo premiera tega filma na prvem tem srbskem festivalu, prvi film, skratka prvi festival filmski po vojni, ki ga je ta igralec Dragan Bjelogrlić zorganiziral, mi bomo imeli premiero filma tam v 17 letih, ne. A bi vi prišli jutri v Zagreb, v Jadran film, ker je treba nekaj dosinhronizirati, nekje na nekih določenih delih filma se slabo razume, pa bi na novo tekst, to pomeni, da film je bil pač na traku, star je bil, oni so ga spravili skupaj digitalizirali, zvok je bil pa slab, in je bilo treba iti v studio in ne vem, gledaš sebe, ko govoriš in ta tekst ponavljaš, ne, da so zvok lahko uredili. Jaz sem tako šokirana, da sem se ustavila sredi Čopove in sem tako gledala za seboj, ker sem prepričana, da je skrita kamera. Jaz sem mislila, da mene nekdo zafrkava, da mi govori, da ne, jutri pridem v Zagreb, ker so oni film naredili, bo premiera čez en mesec po 17 letih. Jaz nisem, in sem tako šokirana, da sem rekla, prostite, vas pokličem nazaj. Ta igralec, soigralec, ki je igral glavno vlogo Davor Janić, je pa takrat živel v Ljubljani, ker je med vojno je pobegnil iz Sarajeva in šel v London in tam spoznal eno ljubljansko, slovensko televizijsko režiserko, hčerko od pokojnega fotografa Joce Žnidaršiča, Urško Žnidaršič, in sta skupaj živela. In sem vedela, da je v Sloveniji, ne. In sem poklicala Urško in sem rekla, Urška, daj mi telefon od tvojega Davorja. In ga kličem, pa pravi, kaj je, greva v Zagreb jutri. Sem rekla, to res, ne. In da greva jutri sinhronizirati in se tam našel ta ožji del filmske ekipe. In sem tudi zvedela te težke usode, ne vem, ta režiser je bil Srb, pa je pobegnil na srbski del, pa ga je granata zadela, pa je oglušel, pa ta je umrl, on je umrl, hude zgodbe je prinesla pač vojna, in da film bo čez en mesec v Novem Sadu bo premiera. Dobro, grem jaz domov in rečem, ok, bo pač premiera, ne bom sem s tem ukvarjala. Na kar me seveda povabijo premiera in meni se ni dal iti. Meni se zdaj, da to nima smisla nobenega, in potem je pa rekel, mož pa ni mogel iti z menoj. Rekel pa za božjo voljo, no. Pa boš pogledat šla, vsaj za spomin na mladost, ne. Pa sem rekla, sem stara 24 let, sem bila otrok, kaj čem to gledati, to je brez veze. Pa rekel, pa ne morem verjeti, da te malo febec namatra, kaj si naredila, pa pogledat, ne. No in me nekako mož prepriča, oni kupijo avionske karte, me počakajo v Beogradu, odpeljejo v Novi Sad. Premiera je bila ob 11 ponoč, jaz sem mislila, da pa kdo pa hod na kino ob 11 ponoč, ne, tako v Srbiji, pa to ni tako kot pri nas, ne. Takole nabito polna dvorana, rdeč tepih. Jaz tam moram na rdeč tepih, jaz sem šla v Kavboj, kak mene to sploh, pa sem prosila onega šoferja, ne, on naredi 2 kroga okoli, pa ni treba tiste limuzine tam parkirati, pa če tam stranski vhod, in sem se nekje pri stranskem vhodu skrila v zadnjo vrsto
toliko mi je bilo narodno, ko sem mislila, da to je pa tako pretiravanje. Medtem ko te beograjske igralke, to pa prišlo vse v večernih toaletah. Ene so imele celo diademe v glavi, jaz pa taka, kot sem, mislim, sploh nisem dojemala, kaj se dogaja. Oni so to skrajno resno vzeli. In konc premiere in pa se treba na odru pokloniti, ker tudi nisem pričakovala, da bo treba, ne. In strašna euforija in pa bila ob 1 zjutraj je bila tiskovna konferenca, spet takole polno. In tako do jutra in pa sem šla na letalo domov in je rekel moj mož, kako pa je bilo, sem rekla za nič. To je brez zveze vse skup, ampak evo, spomin na mladost v redu. In jaz, to je bil petek in jaz povabim moje prijatelje v nedeljo na kosilo in rečem, evo, da vam povem anekdote z tega filmskega festivala, evo, kuham, pridite in jaz kuham celo jutro. In ob 12. zazveni telefon in reče nekdo, dober dan, Vita Mavrič, ja, kličemo vas iz filmskega festivala v Novem Sadu. Veste kaj, ste vi lahko zvečer ob 10. v Novem Sadu? Jaz rečem, prosim, reče, ja, dobili ste nagrado za najboljšo glavno žensko vlogo filmskega festivala Srbije. Tako da, jaz sem rekla, a se hecate? In ona gospa je rekla, ne, zakaj bi se pa hecala? Ne, to je vse skupen vic, ne? Ne, je rekla, dobili ste nagrado za najboljšo glavno žensko vlogo, pridite, ne? A lahko pridete, ne? In zdaj tle prijatelji, to je sta 2 otroka, se ne mora kar sesti v avto, zdaj kar gremo v Novi Sad, ne? In pa smo klicali mojega prijatelja, Rajka, ki je bil šofer našega kafeteatra, tudi velikrat vozil na gostovanja. Rajko, lahko ti prideš in skratka, prišla sva tako, da sva se zmotila, pa sva se peljala čez narobe, sva zavila, pa sva lutala tam po Srbiji, pa to je bilo še vse prazna avtocesta. Življenje zares se ni začelo odvijati, no. In sem se v avtu preoblačila in smo parkirali direkt pred teatrom, kjer je bila projekcija in podelitev nagrad, tako da sta me 2 taka bodybuilderja dobesedno nesla v dvorano. Prišla sem na sekundo, prireditev se je že odvijala in jaz sem se tako usedla. In Rajko rekel, samo na stranišče skočim, medtem ko on skočil na stranišče, so me poklicali na oder. In jaz sem tako sploh, vse skupaj je bilo film v filmu, ne. In sem rekla temu voditelju, a moram kaj reči? In on je rekel, ja pa spodobilo bi se, ne. Skratka, potem sem tam nekaj zjeclala, ne, da če ne bi videla tega filma, ne bi niti vedela, kako sem zgledala takrat, kaj sem naredila in da kakorkoli že, ne, jemljem to nagrado kot nagrado za mladost, ne. Nagrada je strašno grdo oblikovana, ne. Da bi jo kakšen profesor kemije naredil, zdaj, če grem tja po sobo, pa jo prinesem, bo trajalo 2 minuti, tako da ne bom nosila. Hecno je bilo vse skupaj, no, ampak je bila pa mednarodna žirija, bili so tujci. To mi je pa nekaj vendarle pomenilo, ker si rečem, če tujci, ki niso nič obremenjeni z ozadjem te zgodbe, z Jugoslavijo, z socializmom, z časom, v katerem se je to ustvarjalo in z vsem sploh, ali pa da bi videli karkoli od kogarkoli od nas, ne, če so oni ocenili, da sem naredila dobro vlogo, pa najbrž so. Tako da sem vam jaz iz leta 2007 najboljša srbskega filmca. Taka komična štorija, ki sploh ne verjamem vanjo, no, tako, brat je bil takrat čist preč, čistko, kaj si dobila, ne moram verjeti, takoj 5 po nagrado, kaj še nisem hotela iti. Saj kako pa jaz škampe delam, ne moram se škampe pripravljam, pa rago pa škampi vse cel avto pa 5 po nagrado. Tako da imam en tak, no, to je tak duhovit spomin na vse skupaj, pa film pa res mislim, da ni, čeprav Milenko Jergovič trdi, da je vse, kar je narobe v filmu, je točno toliko narobe, kot mora biti, da je prav. No, pol najbrž je. Jaz sem ga pogledala enkrat, takrat na premieri in pol več. Tako, no. Super. Ja. Vita, a veš, da je že 1 uro pa 40 minut smo skupaj? Ja, če ni kdo zaspal, jaz s tem nimam problema, jaz lahko gledam. Ja, zelo vesel. Juho sem ugasnila, to je najbolj pomembno. V redu, tako da lahko pol pridemo na goveje juho. Ja, točno, evo lahko, ogromen lonce tamle. V redu, jaz upam, no, zdaj ne vem, jaz mislim, da bi počasi končali. Zelo vesel sem, Vita, no, da sem te videl po tolkem času. Moram priznati, da tisto, kar sem se pripravljal, bom zdaj strgal, ker tako je vse skupaj bilo za okoš. Bil sem blazno, si se pripravil, kaj za mene? Ja, no, a veš, kako je, ne? Ne sam vržeš eno kost in jaz evo 1 uro. No, tako da, lepo pozdravi vse tvoje, lepo pozdravi vse tvoje mušketirje, bližnje in daljne.
Da grem čaje nositi in lekadole, ker vsi še spijo od bolezni. Jaj, Ja. no. Upam, da vas nisem zamorila, no, s tem čvekanjem. Noben se nič ne oglasi. Obratno. Obratno. Ja, se pravim, škoda, ne, se pravim, bomo enkrat mogli še malo, ja, moram še to povedati, a ne, da je Andrej Ježič sodeloval v Zvezo slepih, mislim, da ob 80-letnici je pripravil zadevo, kasneje smo tudi neki, pa ne vem, kaj je bilo, za nismo prišli. Skratka, tudi Andreja. Kako? Jaz sem nekaj malega sinhronizirala za vas, se spomnim, pa to je tudi že dolgo nazaj, no. No, tako da, ja, se pravim, vsi v familiji Mödendorfer se pravim, z Vinko, to jaz zelo dobro sodelujem, tako da ste vsi nekako, tako, bomo rekli, pripravljeni, odgovorni in pripravljeni sodelovati z slepimi in tako da. Komorkoli, ja, zdaj smo čisto malni ljudje, res, kot sem prej razložila, ta naša življenja so zelo običajna. To je pač za nekoga, ki hodi 8-urno službo, se verjetno predstavlja, da je to neko boemsko življenje, pa ni, je kar trdo delo, ki pač zahteva nek drugačen ritem življenja, no, drugače pa smo taki, kot si ostali, po mojem, no. Skratka, v redu, Vita, hvala ti, zdaj imaš še kdo kako vprašanje? Ja, kar, bomo še 1 uro govorili. Zvonka, dajte mi napisati, no, domač naslov, da vam pošljem ta zadnji CD, ne? Okay. Saj upam, da pridem v Celje tudi s koncertom, se že dogovarjam, ampak vseeno, no, bom poslala z veseljem, no. Ja, pa tam odzad sledi, kdo ste pa vi, ko vas vidim tako v centru? Bravo, jaz sem pa Anja Branetova, osebna asistentka. Kak lepo, fajn. Tako, dajte naslov, ne, napisati pa vam pošljem, ne? Lahko povete, koliko je naslov tega filma, ko ste zdaj nazadnje razlagala o njem? Na različne načine ga imenujejo. Mi smo ga posneli kot Zbogom Belle Epoque, menda ga pa na internetu se predstavlja kot poslednji sarajevski valček. Zadnji sarajevski valček. Okay. Ja. Se po moje se ga na kakšnem kanalu da videti, na kakšnem YouTubeu ali pa kaj takega. Sigurno se ga da kje videti, no. Jaz ga imam nekje, ampak kot rečeno. Po mojem ga bi tudi jaz, ki mogo imeti na kakem disku. Najbolj se ga najde, kje, ja. Se ga da dobiti, po mojem, ja. V redu, dragi moji. Zakaj mi bi Zvonka pošiljala, povejte mi naslov, no? Kaj sem si zapisala, vela, bom kar poslala. Danes, ampak prihodnji teden pa zagotovo. Že vnaprej, hvala. Hvala. Veseljem, no, Zvonka, držta se. Zdaj se bomo. Ja. Zdaj se pa jaz poslavljam. Ja, hvala, no. Skratka, Vita, hvala ti, upam, da je juhca uspela, da bojo tvoji moški čimprej ozdraveli. Jaz bi pa rekel, najavo bi za naslednji teden, se bomo pa sprehajali po Jakobovi poti. Tako da bomo malo... S kom pa? Igor Vidmar, se pravi, ne ta, ki je, to je Igor Vidmar, se pač imenuje, ki je predsednik društva Jakobova pot. Nima veze z unim Igorjem Vidmarjem, ki ga poznam. Ja, ampak sošolka tale od Jošta in od mojega Gašperja, ne? Kaj je že bila tale? Ta je šla Jakobova pot. Ena njuna sošolka iz srednje šole. Ne, una je šla, Jera je šla na drugo pot. Če misliš. Jaz mislim, da je šla ona Kamino in Jakobovo, veš? Ja. No, vem. Bom poprašal doma. Srečno tam skupaj, ne? Skratka, Vita, lepo zdrav.